smo rekli, da si star 73 let. Ja. Stane, si ti najstarejši wingsuiter v tem trenutku na svetu? Opazim, ki pridem dol, na te mladi pobje gledajo, ne, pa Dedi, a je vse v redu? Zanči je Nemc z menoj skočil, rekel, da sem ga rekel oprava, ne, smoked. Čist, on je čist nek dol ostal, ne. Ja, če sem kar pritisnil, pa nadaljujemo debato, ki se je že dobro začela. Kaj, smo se odrinili že iz roba stene, ali kaj? Ja. Ljudje, jaz sem danes ful vesel, dolg časa smo se pogovarjali, ampak na koncu zmenili, danes je z nami en zelo poseben gost, saj ne, da ostali niso posebni, ampak danes je ena taka tema, ki je meni še posebej pri srcu. Danes je z nami Škofjeločan, Stane Kranjc. Stane je konstruktor padal vseh vrst, base padalec, wingsuiter, pa za vrh vsega, kadar pride pa iz tam nekje med nebom in zemljo nazaj, se pa še v avto sede, pa gre na dirkališče. Koliko Stane imaš letos dirkaških kilometrov? Pozdravljen, 14 dni nazaj sem bil, mislim, da sem 300 km na Panoniji ring naredil, ne. Dobar. Skratka, danes je z nami možakar, ki se res razume in na gravitacijske pospeške, in na veter, in na oblake, in na ovinke. Pa na hitrost si pozabil. Pa na hitrost pa itak, se opravičujem. Jaz, Stane, dobrodošel v Brlogu. Z Juretom sva že dolg časa sanjala, da boš prišel, pa da boš kakšno stvar povedal v povezavi s tem, kar počneš. Ampak pojmo na začetek, kdaj si se rodil, kje si se rodil, kako je izgledalo tvoje otroštvo, pa pridemo na vse te artefakte, ki jih imamo tukaj. No? Rodil sem se pred dobrimi 73 leti v Škofji Loki. Doma, mislim, ne v porodnišnici. In mladost sem pa preživel v predmestju Škofje Loke, precej, malo oddaljene od centra, na vasi, in tam sem imel verjetno najlepša mladost. Voda je bila, Sora je bila 100 metrov od hiše, en majhen breg je bil, kjer sem lahko modelačke spuščal, na Sori smo se kopali, čoln sem imel in to je bil ta bolj časa, ne. Kaj do 12 leta, pa smo se pa preselili v mesto, v blok. A se dostikrat spomniš na to obdobje? Zelo. Mislim, da je bilo to najlepša mladost. Mislim, otroci danes tega skoraj ne morejo imeti, ne. Ker dokler nisem v šolo hodil, sem bil frej od jutra do večera. Mama je stopila na balkon, ki je bil kosil, je poklicala, se je slišal, ni bilo prometa, ne, tako da popoldne pa je rekla, ko bo pa Kavi Mariji zvonil tam na hribcu, pa prid domov. In to je bilo to, ne. Dobro sta imela zmarkirano, ali balkon, ali pa zvonik. Ne? Ja, to. In je čist laufal. Takrat se niso tako bali, ni bilo niti prometa, nič, vsi smo se med seboj poznali. Varno, pa otroci smo se igrali. Ne? Ni bilo tako, zdaj pa pazi se nožke naredil. Jaz sem imel komolce razbite kolena od bicikla, skakali smo, vem, da so tam začeli nove hiše zidati, ta prvi splat, pa z prvega nadstropja na kupe peska, in to je bilo čisto normalno. Ne? Je že takrat? Ja, seveda. To, a veš, pa se tudi jezik pozabiš, a ne, pa se ugrizneš, pa tako. A ja, ti si v bistvu svoje bom rekel, padalske stvari tlakoval že v rosni mladosti iz prve plate na pesek. Tako, pa še nekaj. Takrat je bilo za 1. maj so bile te prvomajske parade. Ja, pa. In takrat so povedali, da bo en padalec tudi skočil. Jaz sem šel gledat in je pristal tam iz Škofje Loke proti Crngrobu. Jaz se še živo ga vidim, ne. Kaj, sem prišel domov, mama mi dala en star predpasnik, vrvice gor, na hrbnik, in jaz sem imel padala, ne. In škarpa tam, koliko je bila 2 metra visoka, jaz sem skočil dol. Čeprav, mislim, padal se ni odprl, ampak bil je doživetje. Izkušnje sem pa že imel, prej smo padalčke delali, ne, iz blaga pa metal skozi okno z balkonov, in to je bilo super zadeva. Vse to sem hotel vprašati, ker si rekel, da ste modelčke spuščali, padala pa kaj, avione tudi, oziroma letala? Ja. Jaz vem, da je ta prvega mi je oče naredil. To je bil mislim, da je bil model Kolibri, z reber, z leti, pa z
s papirjem oblečena, ne, sta japonski papir. Papirus. Ne, to je japonski papir, so rekla. Ne. In pa sem pa že sam delal, pa z kartona, z papirja, potem sem spuščal pokrovčke od parket paste, to so tak, kakor frisbee si dal na dva prsta, se vrgel, to je daleč letela. Vem, da sem celo šipo razbil. A to je tako bil kot en helikopterček? Ne, pokrovček, tak. Okay. Pa isto kakor frisbee, daš takole roke in daš rotacijo, pa še v horizontalni smer, to je vse letela. Ne. In takrat sem se jaz pač za te stvari navdušil, pa sploh, ker sem gledal avione, ki so čez proti Škofji Loki letali, zame je bilo to nekaj božanskega, ne, biti pilot pa to leteti. In takrat sem jaz rekel, jaz, ki bom velik, bom konstruiral avione, delal, pa tudi letel. Ne, in to sem je počasi začelo resničevati malo kasneje. Ne. A ti padalc prvi, ki si ga videl takrat za 1. maj, a to je bil vojaški padalc, a takrat že sploh v tistem obdobju lahko govorimo o nekih športnih padalih ali ne? Bilo je, ja. Takrat skakali so z okroglimi padali, a ne, mislim pa tle Ljubljanski klub, pa v Lescah so bili že padalci, samo se je bil v Jugoslaviji, mislim, da je bilo 51. leta prvo svetovno prvenstvo padalsko. Ne. In sploh v teh bivših socialističnih državah je padalstvo izredno razvite. Ne. Se pravi Jugoslavija, Rusija, potem so bili še Francozi, kasneje so se pridružili Angleži, Američani. Takrat se je ta športno padalstvo začel. Merili so pa razdalje, ne, v desetinah metrov, ne. Pok so pa ta krila ven prišla, je bilo pa to že elektronska tista palačinka, ne, za meriti. Je bilo pa zanimivo, ja. A ta prvi padalc, ki si ga videl, je bila pa ta klasična kupola? Ja. Vam še tisto pred očmi, tisto sliko, kako je tam dol leto, blizu je bil en dolnovod na tisto pole in to je bilo zame. Pa je pa še en od očeta sodelavc, pa njegov brat sta bila padalca in jaz sem jih gledal, ne, to pa mora biti nekaj posebnega, ne, res. Ker drugače, pa me popravi, če se motim, ker v bistvu razvoj padalstva se je začel šele v drugi svetovni vojni, ne? Ne, skakali so že tudi pred prvo svetovno vojno, taki posamezni poskusi z aviona, tudi v prvi svetovni vojni. Padala so bila že taka, da se bi lahko pilote rešvala. Ne? Sam so rekli, da pilot ne sme biti treba, ne more noter ostati. Tako da je kot šele po prvi svetovni vojni da je bil uporabljen za reševanje. Ne? Kot šport se je pa začel v 50-ih letih in zanimiv je bil tisti prosti pad. Ker v 50-ih so več ali manj bolj ali manj nekontrolirano leteli dol, ne, obračali po zraku in so ravno Rusi pa Francozi so razvili ta položaj v X, da je bil stegnjene roke, stegnjene noge, da je stabilno letel pa malo leknjeno. Da ga ni rotiralo. Da ga ni rotiralo, ne. In takrat pol počas so to nadaljevali, potem ta box position, ki si imel takole, a ne pa močno usločen, da si stabilno doletel. In takrat so se začeli razvijati te padalske discipline. Najprej so podajene štafete, da sta dva skočila pa z različnih avionov, pa sta si podala. Potem kmalu so začeli delati formacije. Vem, da so v Lescah je bilo tam. Mislim, da je bilo tam prva polovica 70-ih je bilo svetovno prvenstvo in so Američani prvič pokazali, so 4 ali 5 jih je ven skočili, pa so naredili zvezdo. Ne. A so se prijeli? So se prijeli, ne. In to je bilo pol en tak boom, ne. In so tudi pri nas se je to začelo razvijati. Pa vmes so pa še delali, to se pravi 3 discipline, ne. Točnost pristajanja, potem figure v zraku, tisti salta naprej, salta nazaj, pa razni obrati. Pa začel se je ta letenje v formacijah. Ne. In s pojavom teh kril, mi imenujemo to remer padal, ki je v bistvu krilo, ki je od spredaj odprto, da zrak med letom pride noter. Se pravi, ko gremo iz kupole na obok? Ja, na krilo, tako. Na obok? Ja. Ti so pa omogočili, pač, če so bile večje formacije, da so se pol tudi, da so se lahko nazaj na letališče pripeljali, pa take stvari, a ne. Nisi bil ti na okroglo padalo omejen, ker si letel samo... Ker so te mogli pobirati. Več ali manj, ja, omejena, ne. In takrat so pa pol začeli pa delati na tem,
da mi imenujemo to oziroma ameriški izraz trekking. To pomeni, da ti se postaviš v položaj puščica, roke v delto, noge stegnjene in se premikaš naprej. Zato, da si iz velike formacije, da nisi bil na kupu tam, ampak da so se lepo razporedili. Naprimer, da si lahko ven pobegnil. Da ni bilo do trkov prišlo. Ne? In to je bilo, naprimer, tam, kjer je bila formacija 100. To jih vidiš tam najprej v zraku, pač imajo eno razporeditev, ne vem, figuro, ampak to predpisano že prej, ne? Vsak ve, kje mora biti, potem grejo pa narazen, ta prvi tisti krajni, pa srednji, pa na določenih višinah odpirajo, ker trki so pa nevarni. Ne? Ja. Mogoče, zdaj si omenil formacijo 100. No, koliko imaš pa ti pa lufta, z katere višine se pa skače, če so velike formacije? Tako, normalno se skače tam 4000 metrov, če so pa večje, so pa šli tudi na 6 in več. Vse zato me zanima. Ja, tam so imeli, naprimer, noter v avionu so imeli kisik, da so se nadihali, pa so pa skočili. Ne? Ja, kaj 6 ur je pa že višina, ne? Že 4 ur je, jaz vem, sem bil enkrat nad Portorožem, smo na 4 čakali zaradi prometa, ne? Pa smo se 50 minut vozili, čutil sem, da slabost ima, glava bolela. Tako je. Manj kisika in če greš iz nule gor, je jasno. Ja. Sej, če statistika ne laže, mislim, da celo na Krederci vsako leto v povprečju zabeležijo pri 2 simptome višinske bolezni. Jaz se spomnim, ko smo bili lani na Kanarski, ko smo šli na vulkan Teide, ne? Ko si gor, to je pa že 3000 plus, se mi zdi, te kar glava hitro začne boleti, sploh, ko nisi vajen, ker greš iz nadmorske v uri pa pol si fejst visok. Zdaj smo šli že predaleč. Ne, zdaj smo šli predaleč, jaz sem hotel še vprašati, Stane, iz osnovne šole, pol srednja šola, kako si zasledoval zdaj to letalstvo? Ker takrat, kakor se jaz spomnim, ni bilo nekih razen vojaške letalske akademije, ki je obiskoval tvoj kolega, pa tudi naš gost Gašo, ki je šel na Miga, ampak kako si se pa ti lotil zdaj svojega poklica? Jaz sem v takrat koncu osnovne šole, sem se pa, takrat puberteta, me pa aviacija ni toliko več zanimala, sem pa veslanje. In pri nas smo tam imeli... to je bila pa povezava SORO, verjetno? Ja, je bil pa klub ena podružnica Ljubljanskega brodarskega društva in tam smo se zbirali, zdaj sem tam vse počitnice preživel tam na vodi, veslali smo, trenerja smo imeli, mislim, zelo super. Pa smo pa na tekme tudi hodili, tako da z bratom smo vodila C2, to se pravi kanu dvosed, in so bila enkrat celo na slovenskem prvenstvu med mladinci ta tretja. Bilo je 6 ali 7 posadk, mislim, da sta 2 posadki sta se prikucnila, eno ali 2 so prihtela, pa so bila tretja. Pa dobro, prišla sta na stopničke. Ki je bilo pa super, to sem aktivno rečimo 5 let, pa smo pa imeli treninge po zim, take hude treninge, zame je bilo to super. Doma so bili pa tudi veseli, ker so s bratom najdla eno tako, da so se najdla v športu, da nismo tiste časi, takrat hipijevstvo, vse, mamila, pa to jih je skrbel, da ne bi slučajno zašla. Pa to je bila taka zdrava družina. Šport je vedno ta prava smer. Ja. Majhen je bilo tak... Ne glede na čas, ki ga človek živi, ne glede na politično ureditev, ne glede na strateške usmeritve, šport je vedno prava smer. Ne? Prava smer, pa si mlad, sploh ne. Ja. Skozi mladost, skozi osnovno, srednjo šolo, a so modelčki pa letala, pa to je vedno ostajalo tudi v fokusu kot hobi? Je bilo, ja. Jaz sem, mislim, pred leti smo imeli 50. obletnico mature, mi sošolka rekla, ti si pa imel po vseh zvezkih narisane aviončke pa dirkalne avtomobile. Tako da to se je držala. Kjera kombinacija. Ja. To smo meni v tiste čase Ford GT40. Ja, tako to je bilo to. Jaz sem celo za likovno sem tiste, bil linorez, mislim, da sem iz življenja in tehnike prerisal silhueto, pa zrezal ven, škoda, ki nima več. A pol te na Američane vleklo? Ne vem, meni bo tekrat Ford GT40 všeč. Meni je še danes. In
takrat je bil nekaj posebnega, ne, čeprav so bili Ferrari, če se tako vzamem, tehnično bolj dovršeni. Ja. To je bil tipičen ameriški isto, ki primerjam ameriške lovske letala z druge svetovne vojne v primerjav z nemškimi, angleškimi. Ni lepote, ampak vse robustno pa narejen samo za to. Recimo Messerschmitt ali pa Spitfire sta bila estetsko tudi zelo elegantna, lepa. ker sta imela v vrsti, ne? Oni so imeli pa radialne motorje, so bili pa debeli spredi doskrat, ne? Seveda. Razen Mustanga. Razen Mustanga, pa so zgledali kakšna macola, ne? Ki gre ti po luftu. Res. A Mustang, če te avione iz druge svetovne vojne, ki si omenil, ker ti je naprimer v drugi svetovni vojni, kot danes, ki zelo poznaš aerodinamiko, pa vse zakone letenja, ne? Kjer avion se ti je zdaj najlepši? Za Mustanga bi rekel, da skoraj ni pasal v drugo svetovno vojno. Bolj malo za kasneje, ne? Imel je laminaren profil. Tam je imel, aerodinamiko, zelo, naprimer, ta hladilnik pod trupom je bil tako konstruiran, da zrak je šel skozi, ki se je segrel od tega izmenjevalca, je še rahel potisk, da je zadaj in je zelo zmanjšal škodljive opore. In samo zato so paleteli vse nepobarvane, spolirane, zato da je bila čim manjše trenje. Zato je imel tudi tak dolet dober Mustang. Ja, imel zaradi dodatnih rezervoarjev vsega. Ja. Pa tudi sama aerodinamika. Če bi pa te gledal, manj so bili pa všeč, naprimer, dolgonosi Focke-Wulf ali pa Manj je prva knjiga, tak sem bral, je bil Veliki cirkus od Klostermana. In ta knjiga, jaz sem jo pa še, mislim, jo imam še doma, celo 2 izvoda. To je toliko dober prevod. Prvič knjiga dobro napisana, prevod je napisal Zoran Jorin in vse kasnejše knjige, ki so naprimer zdaj šle, sem bral ene stvari, ne morem brati, ker je uporabljena umetna inteligenca, prevod pa to ni tistega žmohta. Ja, res. Tam je pa v tej knjigi pa prav ta letalski žmoht. Tiske bereš, res tisto te pravo. Čutiš globino, tudi nekoga, ki prevaja. Vse prevodi so ključni za uspeh knjige. Tudi Focke-Wulf je imel to je najmočnejši BMW batni motor, kadarkoli narejen. Ne v tehničnem muzeju, v BMW-evem muzeju v Münchnu je krasen primer, ko hranjen in to je res taka pošast od motorja. Dvojna zvezda, ne? In res taka pošast, ko stopaš not v prostor, jaz sem imel občutek, da ga prav slišim. Da ga prav slišim, pa je statično tam namer. Pejte pogledat v ta motor v München, ni daleč, to je 4 ure stran. Zelo toplo priporočam. Stane, kdaj si šel pa ti prvič v zrak, pa na kakšen način? Je bilo to komercialno leto, je bilo to športno letalo? Kaj je bilo? Nič od tega. Jaz sem si, tako je bilo, želel sem si. Pa valjda ni bila marela. Pa hodil sem na letalski mitiki, gledal in jaz sem se celo enkrat doma odločil, to še ne vem, sem bil prvi, drugi razred osnovne, da bom avion na podstrehi naredil. In sem začel ene letve skupaj, pa tako, ampak od tega nič ni bilo. Pa sem pa videl, je pa revija Življenje in tehnika objavljene slike, pa Štern iz srečanja prostih letalcev v Ameriki, mislim, da je bil 71. leta. Sem jaz tisto videl, sem rekel, to je to, preprosto lahko sam narediš, avion je kompliciran, ne moreš. Kaj pa je to pomenilo prosti letalci? To je mišljen, nisi vezan na neka letališča, ne rabiš nobenega dovoljenja, najdeš primeren hrib, stečeš dol po bregu, s to napravo in letiš. To smo pa pri zmajih. Ja. To je bil letenje v stilu pionirjev, ki je bil Otto Lilienthal, potem angleški pa ameriški te pionirji, takrat so rekli temu hang gliderji, zato ker so viseli spodaj na podlah teh in stekel po hribu dol, letu krmaru pa s premikanjem težišča. To se pravi, noge si stegnil naprej, je šlo hitrej, v stran je zavil, če si jih pa nazaj dal, je pa upočasnil. In ta trenutek življenja in tehnike, ko si ti obrnil tisto stran in to zagledal, to je pa pomenilo kaj pol? Slovo od čovna, gremo nazaj v zrak? Takrat sem pa samo v tole padel, čist. In sem skice risal, pa sem si naredil modelček v merilu, to pomeriš po slikah, pa vidiš človek, kjer čimo 1,80 m, to se pravi, tokle mora biti to. Pa sem pa naredil takle modelček,
3 resene palčke, ena v počezu, vmes sem pa dal od polnilnih vrečk plastiko. Ja. Ne. In na slikah sem videl, koliko mora biti to napet, da ravno ne sme biti čist napet, kot pri otroškem zmaju, ampak mora tiste loke narediti, da je pač kot letečo krilo, da mora imeti puščico, mora imeti geometrijsko zvitje. In ko sem jaz tisti modelček spuščal, obesil sem pa na eno žico, sem eno težko matico privezal, sem težišče približno določil, stvar letela, če sem jo premaknil sem, je zavil, če sem dal zavihal naprej, je letlo hitreje ali pa počasneje, sem rekel, to je to, in potem sem začel v naravni velikosti, mama mi je šivala, blago za marele, se nisem vedel, da je dakron, oni so dakron uporabljali, ali pa celo samo folijo, polivinasto folijo, če nimaš informacij, 3 slike, to je bilo vse, In, a si ti predstavljaš? Ne, no? jaz si ne predstavljam. A si ti predstavljaš? Mama je pa pomagala šivati. Mama je pa zašila, ki mislim, da ne tega. In, Bravo, mama! Mame so zakon. in oče mi je še ene spoje naredil. In potem sem jaz šel, to je bilo 73. leta, na jesen, tam proti zimi, sem šel, me kolega pelil na Solško planino, smuči, probam, samo tiščal me dol. Potem sem ugotovil, da je bila pač tista srednja cev na dol zakrivljena, negativen moment, in ne more. Dobro, sem vedel, to ni v redu, moram popraviti. Potem sem pa razmišljal, popravil to in januarja 74 za grad, pri nas, lep veter, pihal po bočju, jaz primem za laufom in sem se pelil. 20 metrov, 10-20 metrov. Tvoj prvi polet. To je bil moj prvi občutek v zraku, ampak sem pa imel res občutek, da sem to že delal. Zato, ker sem prej v svoji domišljiji, pa to se pravi predstavil, manj se je čisto normalno zdelo, kot da bi to že delal. In potem sem ves vesel, prišel domov, pa so pa še prijatelji, brat je tudi letel in vem, da dobrohotni ljudje so rekli, da se ti lotke pametnega, da všlak živ tega, ne pa tole. Se pa fnat, ne? Ja. Edin vem, očetu so se oči zaискrile, se mu dobro zdela. In pol pa jaz to objavim v življenji tehniki, da sem naredil, pa da letim, so pa 3 fantje se oglasili z Dolenje vasi, to je ni 10 km, so rekli, mi smo pa en let pred teboj že leteli. In so pol pa povedali, so pa naredili zmaja iz teh lesenih letu, ki je za strehe pokrivati. Remelno, ja. Pa en blago so dobili za ene kavče obleči in so oni leteli po zim s močmi, pa so ga pa razbili, pa so nehali. Dobil sem pa trikotnik od njih in to jeklen trikotnik, tak 12 mm cev, stisnil sem jaz pa hitro roko zlomil, ki je bil tako trden. Nek sem pristajal, podrsal, pa sem tlo v zapestju zlomil. Ampak to so bili začetki, pa je pa šlo skozi bolj. Pa se pa znanje dobiš, revije sem dobil iz Nemčije, iz Amerike sem kupoval in pa vidiš, kak je šel napredek, pa študiraš. Stane, fisko smel ti vedno pet? No vem, dal sem mi, zato ker sem tekmoval, to je bil tist gibanje znanost mladini, sem 2krat bil državni prvak. No, to me ne preseneča, ta podatek. In enkrat sem naredil magneto-hidrodinamični pretvornik. To sem spet v reviji življenje tehnike dobil. V glavnem pisali o tem, da v termoelektrarnah, ko pač tisto, ki je na turbine, pa vse pogaja, na koncu stane še zelo si gre zrak, da je v bistvu še energetsko bogat. Energetsko bogat, pa že je tale da so ioni, ki je toliko vroče. In to oni usmerijo v magnetnem polju, pa še nekaj elektrike dobijo. Se pravi, iztisnejo iz vročega zraka, tako se gre, da je že ionsko kroženje, in z magnetom poberejo ven še preostank. V bistvu zrak ožemejo. Ja. In jaz sem pa naredil od enega starega pralnega stroja motorček, pa sem tam prerezal, da je bil elektromagnet, pa 2 grafitni elektrodi vmes, pa na galvanometer sem priklopil, potem sem pa vzel varilni aparat, pa sem ga noter vtaknil, pa mi
pač eno napetost pokazali, ki sem ga na drugo stran dal drugo in s tem sem šel, pa sem dobil, pač sem zmagal. Ne. Ampak kako si se spomnil na pralni stroj? Kje je ta? No, to je pa, moj oče je bil tako univerzalen, on je imel mečkino delavnico doma in jaz sem se lahko igral z vsem urodjem. On je bil pa tak, mislim, da je bil izučen avtoelektričar, ampak on je popravil radioaparate, kasneje tudi televizije, za hobija. Bil je pa strokovnjak za hladilno tehniko. In to sem se jaz pa njemu vse navadil. Vem, da sem mu tudi škode naredil, še orodje, ampak nikoli me ni kregal. In me spodbujal to, da sem kaj, pa sem recimo dobil filmske trakove iz kina, imel enega prijatelja tam, ki se film strga, pa odrežejo stran. In jaz sem naredil projektor, da sem imel eno luč, pa sem si na slikce na steno predvajal. Take stvari, ne. Veš kaj, meni je izjemno toplo pri srcu, ko tako zgodbo poslušam, kad danes se pogovarjamo o modelih AI, pa umetna inteligenca, pa to, ampak jaz mislim, si ti, Ciril, enkrat rekel, ne? Kult osebnosti. Ne? Ja. Ne, jaz sem trdno prepričan, da ga ni računalnika, ki bi lahko skopiral, pa iz Sore do najboljših padal na svetu pripeljal tvojo zgodbo. Ga ni računalnika, tako da jaz ti dam zdaj le sred podcasta, ti dam kapo dol. Res nora zgodba, jaz sem čist paf. No. Jaz sem užival v tem, veš. Jaz zmeraj cel življenje, naprimer zvečer, ki greš spat, ti razmišljaš, da ti domišljija dela. Pa zjutraj se zbudiš na pol snu, in delaš načrte, pa ne bo to za letalne naprave ali modifikacijo avtomobilov, vse. In to ti življenje napolne. Mislim, veseliš se druga dnja. Ne? In jaz sem vesel, imam 9 vnukov, 2 sta za tehniko navdušena. Majhna, eden je 2. razred, eden 5. razred, pridete k meni, alo grejo v delavnico, to je v klet, imam malo šarja, in one 2 cel popoldan, pa sem jim pokazal, kako se avtomobilček naredi, kako se avion naredi, in to je za otroke, vidiš tisto spretnost. Ta najmanjši je bil še, koliko je bil, 6-7 mesecev, ni še hodil, sem jaz tega Westfielda sestavljal, mislim, nekaj obnavljal. Ta mali je bil zraven, na tleh je sedel, roke povsod, ključe, ki sem ga na kosil nesel gor, smo mogli šmel žajfo roke umiti. To je za otroke. To je za otroke. In to jim ostane. Ker vidim, ker te gleda, ker ti nekaj delaš, on zraven stoji, gleda in z roko že te gibe ponavlja. In to, če otroci to, kaj do 7. leta, kaj delajo, imajo nekaj od tega, če ne bo nič. Pozno je težko. Amen. Jaz bi že... Če bi zdaj stop pritisnili, bi imeli že ogromen, ampak ne smemo to narediti. Stane, pol pa usta si zaprl vsem tistim fušljivcem, ki so ti takrat rekli, da se boš mogel s čim ukvarjati, da boš tudi kaj zaslužil. Kako je pa pol to letalstvo prišlo iz otroških sanj, iz prvih 20-metrskih poskusov v tvoj poklic? Kaj se je pa pol zgodilo? Prvič, v osnovi sem kar nekaj zmajev naredil, konstruiral. Z enim sem tekmoval na svetovnem prvenstvu, prvem uradnem svetovnem prvenstvu v Avstriji, in takrat sem bil 22. Med 66 v odprti klasi. Sem bil izredno zadovoljen, ker z majmi letu, tako kar unim Američanom ali pa Avstralcem. Potem, ko so jadralna padala prišla, sem jadralno padalo delal. S Sandijem Marinčičem, on je prinesel, mislim, da je ta prvi padal v Slovenijo, sem rekel, Sandi, dajmo začeti delati. In potem smo šivali padala doma. Pa takrat si se naučil, po material smo pa hodili v Nemčijo. Takrat se je to konec 80-ih se v Nemčiji začel jadralno padalstvo, pa izhaja iz Francije. In eden je od proizvajalcev gori prišel na idejo, kako pa če bi to tle v Sloveniji delali. In so z enim skupaj začelo, potem so šli na razen, in so leta 92-93 so žena svojo firmo naredila, pa za isto firmo delala. Ta prvi okrogla padala, reševalna za zmarje pa za padalce. Oni so pa prišli tudi na idejo, kaj če bi naredili skakalna padala. In dali so mi ene kroje skopirane od enega ameriškega in tisti padal ni dobro leto. Pa sem pa si rekel, čakaj, to sem pa sam lotil, in sem šel, pri nas se ni dal v Zagreb na tečaj padalstva, star sem bil, koliko to imam, 40.
In, seveda, ti si bil zmajer, ti pa skakal nisi, ne? Skakal nisem prej, imel sem pa prijatelje gor v Lescah, pa me nikoli ni potignil. No, pa mi pa to sem rekel, zdaj bom pa jaz sam padal konstruiral in grem tam, naredim teorijo, za gor, dal so mi spredaj tako rezervo, so bila še okrogla, na hrbtu tudi tisti rukzak ogromna, šolsko padalo in jaz sem bil ta prvi na vratih. Gledam dol na 1000 metrov, pa si sam pri sebi miš prvo, a ti treba tega, drugo pa se morbiti se v paviljonu obrnil, vriti pa premočan veter dol, mislim, take misli ti greje. Pa on prav, no prav se, jaz zlezem na tisto, ko me je podkril noter, na tisto stopničko pri kolesu, se za opornico, to je bila cestna, ne vem koliko, za opornico držim, skočem, seveda na gurtno odpiranje, jaz vem, da si imel tako tunelsko vizijo, ki te je strah, pa vse vidiš, vse tokole, pa se pa dal odpre, pa je pa bilo, drug skok je bil že bolj sproščen in tak naprej. Pa sem gledal po v svojem logbooku, ta 20 skok v Vrsarju, 4000 metrov, sem že svoj padal skočil. Takrat je bilo... Ta 20 skok si že na svoj padal skočil? Ja. Tizga, ki si ga ti naredil, skonstruiral, popravil? Sešili so ga mi v ateljerju, v moji firmi, in potem je že letel. Sprobal sem pa tako, najprej sem ga naredil, sem ga probal zleteti na strmem pobočju v močnem vetru, kakor jadralno padalo. Sem videl, če leti, pa tam 4000 sem še zero, se nekaj, Se pravi, ti si v 20 skokih ratal že testni pilot za padala? Ja, uradno ni bilo šansa, Ampak jaz sem pa po tistem, še nisem imel, mislim, da je izpita, sem imel že nekaj skokov, sem imel pri nas enega, ki je imel motornega zmaja in me je v Škofji Lok me je vozil tam 1000-1500, sem jaz dol skakal. Lepo me je pelil gor, skočen, sprobam naprej. Potem sem se pa srečal z Robertom Pečnikom, tak je konstruktor wingsuitov, pa dva njegova brata, pa še en so pa imeli... so bili v hrvaški reprezentanci, padalski relativ, to se pravi 4 delajo figure po zraku, en pa snema. In mi smo jim takrat, smo jih pa sponzorirali s padali in tako smo začeli sodelovati. Oni so mene učili prosti pad, padala preizkušali, pa se pa počasi po svetu, pa smo začeli prodajati. In takrat si ratal tudi polno ta prav padalc. Ja. Kad si se verjetno v obdobje, ki si se tudi naučil leteti, ne? Ja, to je bilo super. Jaz sem skakal, kolikor se dal, tudi po 10 skokov na dan, pa sem skakal s helikopterjev, pa z jadralnih padal, pa z motornih zmajev, vse, kar se je dalo, Tam imaš eno knjigico padal, koliko je pa danes na števcu tvojih skokov, koliko kaže? Za skydiving, 300 do 400, base pa plus 1000, pred 5 leti sem nehal šteti. Sem rekel, do 1000 dosežem in jaz sem takrat skakal z vsega. To se pravi, ker base pomeni building, antena, span pa earth, In jaz sem šel z vseh, naprimer, skočil sem z mostu, na koncu Limske drage, ki je ta viadukt. S tem sem skočil, to se pravi, sem imel S je span, to je bil S, je bila Earth, je bil Monte Brento v Italiji, potem pa kot antena je bil dimnik v Bakru, ki so ga kasneje podrli. Bakarski zaliv. Ja, to je bil 240 metrov, mislim, da je visok dimnik. Building sem pa Petronas Twin Tower. Kuala Lumpur. Ja, takrat to je bilo 2001. Mi smo takrat zelo veliko skakali skupaj z Nemci. Nemška bezarska zveza, pa oni so nas, jaz sem imel 50 skokov, Robert je imel 50 base skokov, so nas povabili v Kuala Lumpur. Zato, ker fantje so nas poznali in so garantirali, so rekli, te so sposobni. In nas bilo, ne vem, če je nas bilo 30 ali 40 celega sveta. In smo z 82. nadstropja dol skakali, dol spodaj v parku zelo majhen pristanek, in takrat je Robert pa še njegov kolega sta zmagala, dobila $2000 ali dolarjev nagrade,
manj se je pa odprl trg za padala, zato ker so bila boljša kot ameriška. Čak, zdaj smo naredili vmes en preskok, kada ni nič se zgodi. Ja. Razumem, skačeš s padali. Ti si tudi padal odprl v križu zdaj. Ščipa me, pa sem mogel stati. Ne veš kaj, Stane, mene pa zdaj zanima ta mentalni premik. A je bila to čista radovednost, kakšna je razlika med skokom z običajnim padalom pa base skokom? A je bila to čista radovednost, ali kaj te je gnal, pa kaj si ti razmišljal, ker to je pa vsem čisto ena druga žival, no, če jaz to prav razumem. Mene je, naprimer, tisti organiziran skakanje, letenje me ni nikoli potegnil. Jaz sem bil tak... Ti si leto, ker si moral, da si kaj boljš naredil. Lepo sem je iz užitka, jaz sem šel leteti takrat, ker sem videl, da je vreme dobro, pa sem imel čas, pa je manj pasala. Ne, jaz sem zasovražil letenje, skakanje na letališču, kjer si zjutraj prišel, čakal, preden si lahko skočil, pa sem naredil 1 ali 2 skoka, pa šel spet nazaj. Ne. In srečal sem v Nemčiji Tracyja Walkerja, žal letos pomlad pokojni že. On je bil tudi inštruktor od tega Red Bullovega Baumgartnerja, ne? Felixa, ja, in so se o tem pogovarjala. Rekel, če te zanima, jaz sem rekel, jaz imam dosti skokov, a ne tudi z balonov, pa staga za majhno hitrost, rekel, prid v Arko, to je bilo 3. januar 98. Jaz pridem dol, on mi posod svoj padal, so šla gor, na vrh stojim in rekel, glej, tle dol skočeš, predvsem glej, da boš prsa naprej porinil, a ne, in to je bila inštrukcija, ne. To je bil edini napotek. Ja, in greva gor, jaz se postavim na tist kam dol, gledam 600 metrov lukne, a ne, drugič, a ti bilo tega je treba, a ne, ampak, dober, sem bil lepo, sem se zbral, sem rekel, dober, jaz imam toliko pa toliko skoku, obvladam svoje telo v prostem padu, a ne, tudi z balonom sem občutil, kako je tistih prve 3 do 5 sekund ti krmilja ne primejo, nekaj pa skočeš in jaz se postavim gor, pozabim na tist prsa naprej, pogledam dol, se odrinem na glavo dol, ne. In potem sem naredil preval naprej, pa sem na hrbtu letel, sem se zravnal proti steni gledal, obrnil okol, šel v trek, odpeljal ven, pa odprl, ne. In to je bilo vse v tam 8 sekundah, ne. Ampak nobene panike, nič, ne. Ampak takoj si pa vedel, da si zeznil. Ja, vedel sem, zdaj pa samo razmišljaš, avtomatizem greš, a ne, zdaj se moram obrniti, od stene stran, odtrekati ven, pa varno odpreti. To je bilo v 8 do 10 sekundah. Pristanem dol, uni za menoj skočil, oba so se takle tresli, unski se je zame bal, jaz pa tudi sem to skozi dal, ne. Ampak potem sem rekel, to je zame, ne. Prvič nisem zmrznil, pa super se mi je zdelo, ne. In potem je šlo tako naprej. Ti si v bistvu takrat naredil sprejemca za base jump. Ja. Ampak kakšna je bila pa takrat percepcija javnosti ali pa mogoče tvojih bližnjih, ker to je, kot sem rekel, druga stvar. Kako so ljudje pa javnost videli base jumping takrat, pa kako ga danes? Ker še danes v 2025 je meni to nepojemljiv ekstrem na nek način, ali pa wingsuiterstvo, ne? Kako je bilo pa takrat? Takrat se je začela v bistvu ta moderna doba, ki je ratval popularna, ne. In mediji še tisti hip niso parili za to, a ne, smo bili bolj tak skoraj anonimni, a ne. To se je bolj govorili, poznali smo se med seboj, naprimer, smo se zmenili in nas prišlo 4, 6 z celega sveta, ne. Par Nemcev, kakšen Italijan, Američan. Celega sveta ste se dobili. Ja. In pa smo se parkrat na let dobili, pa smo dol skakali, ne. In potem po letu 2000 je pa to ratalo toliko bolj športa, ne. In tudi modern base je v bistvu začel tam konec 70-ih, začetku 80-ih so skakali z El Capitana, Trollwalla, pa tako, ampak to je bilo malo ljudi, ne. Jaz sem gledal, recimo leta 82 jih je bilo 16, ki so skočili vse 4 objekte, a ne, pa so imeli takrat po 10-15 skokov, nič več, a ne. Potem se je pa to majhen bolj začelo, ne. Danes je pa to, jaz pravim, da je to saj ta Monte Brento foot-launched skydiving. S kombijem te pripeljejo gor, 15 minut hodeš, skočeš in to je to.
Pa včasih, zdaj imaš dol enega, ki ti štopa gledati, koliko časa si pod padalom, a ne, saj mislim, da 30 sekund zdaj. Včasih smo skočili, smo odpirali nizko, ne, sem vam tam en video posnetke, to je bilo normalno, si nizko odpiral, ne. Če češ doživeti base jump, odpreš tam pod 100 metrov, ne, nižje pa ne smeš, ne. Je res. Ne, Stane, res. Ja, no. res, to si čista, ne, to si vizualno si gledal, tole to, cak pa se vrgu padalček. Danes pa z modernimi wingsuiti ne moreš tega narediti. Jaz sem bolj tam na 250-300 metrih, zato ker krila se toliko napihnejo, toliko visok tlak je noter, da ti moraš brzino zmanjšati, pa stisniti zrak, da dosežeš. Drugače enostavno... Preveč togo, ne? Ja. Ne moreš in je bilo kar nekaj nesreč, so se pobili, ker ga je v prvo falil, ga je stoliral, je šel v spiralo dol, brzina narasla in ni več odprl, ne? A ja, to se pravi, da se ni odpiral preprosto zaradi fizične preprege nemogoče dosežiti sprožitev. Pa te zavrti, a ne, manj se je to naredil, a ne, me je zavrtel, samo sem do časa, 2 obrata sem naredil, sem odprl in to je to. A to je COVID, ne? Ja, to je isto kot avion, če ga ti pripočas letiš, bo na eno stran umahnil, pa se bo začel sukati. Ja. Kako ti je pa ratalo to rešiti, Paul? Kaj si naredil? Ne, jaz sem videl, jaz grem pa skočem, nisem mogel hitrosti nabrati, ne. In mejhen popravljam v trenutku, padem na eno stran, me zavrti, sam z roko zadaj odprem in to je to. Pa sem pa dal dol, sem rekel, hvala lepa, ne, tega ne bo več, sem samo še s tem letu, s tem enodelnim, ne, in tle imam pa roke frej, mi pa ni problem leteti med letom, imam roko dejansko lahko na padalčku in samo gledam, kje je čas, odpreš, ne. A je zdaj čas, da se dotaknemo tvojega najbolj zahtevnega skoka, ki se je pa zgodil v Sloveniji? Govorimo o base skoku oziroma wingsuit letenju pravzaprav, ne? Ja, naprimer, jaz sem na wingsuit sem prešal to dost pozno, mislim, da sem že 5 let skakal base normalno, ne, pa sem skakal z raznim oblekam, da sem si podaljšal čas letenja, ne, pa drsne razmerje in meni je bila zmeraj želja, da se oddaljim od stene stran. In potem sem se odločil za wingsuit. To je pa zadeva, ki je za tabo, ne? Tole, ja. In pa sem pa veliko letov, pa mislim, ne samo po Dolomitih, Norveška, Nemčija, Avstrija, pri nas je tudi par točk, ne, lepih in tam sem se naučil lepo leteti in želja mi pa bila, kolegi so hodili na Boko, ne, mislim, slab Bok je mehen stran tam, ne, in jaz sem se par let pripravljal, šel tudi gledati, pa res pripravil in pa sem tega skoraj 10 let nazaj sem skočil, ne. Ampak Stane, da si bodo ljudje predstavljali ta skok na Boki, ti v bistvu greš v zaprt kanjon, ne? To je tak. Ti letiš proti steni kanjona in moraš za 90 stopinj obrniti, ne? Pa hitrost moraš imeti. Pa še skale imaš tle na levo in na desno, ne, dost blizu, tako da moraš, tle ni, da bi naredil napako, da bi šel na glavo, ne zvoziš, ne. Tle mora biti 100% ta prav odriv, začeti letenje in obračati, pa se odpeljati ven, ne. Ta video smo zdaj zarolali, ko si ga ti pokazal najprej na zaslonu. Meni se zdel, da ne boš začel sploh horizontalno iti, ker si se zelo hitro bližal. Ja, imel sem tam 20 metrov na drevesi, ne. Sam si imel pa hitrost, ne. To se pravi, hitrost v bejzu z wingsuitom, hitrost ti lahko v višino pritvoriš, ne. Če pa ti letiš prepočas, pa ne moreš nič narediti. Ampak ti si bil na vse to pripravljen, ker si seveda zračunal in si predvideval, kdaj bo začela obleka, da ne rečem, grabati pa nabirati zrak pod sabo, da boš lahko speljal, ne? Ja. Kako pa zračunaš ti base jump? Ker to je pa spet čist tretja zgodba, ne? Mislim, kako zračunaš wingsuit letenje? Recimo, v preteklosti smo merili višino stene, naprimer, a si po kartah, zdaj uporabijo laser, in se s tem vse oceni, moraš pa tudi upoštevati trenutne vremenske razmere, a veter piha gor, a veter piha dol, je zelo občutljivo, ne? Potem pa odriv je zelo važna, ne? Ti se v bistvu, ko si pripravljaš, greš v počep in se odrineš horizontalno, celo majčkin na glavo dol, da imaš takoj ta položaj, ki se ti krila odpreš, ne, da začneš drseti in potem leteti, ki je dobra hitrost. Ne. Se pravi, ti se moraš čim prej v letalsko pozicijo spraviti. Tako, ja. In če tega ne narediš, ne, če si preveč ploščat ali pa preveč nagor, potem
ker je to velika površina kril, te obrne zelo navzdol, to je položaj škorpion, imaš noge nazaj zavihne, to je pa zelo nevarno, ker pa ustvarjaš ti vzgon proti steni, a ne te potiska. Te pa nazaj. Ja. In to je pa, mislim, te stvari pa treba paziti. Ne? Ti v bistvu, če kaj, veliko bolje, da ustrajaš, da greš na glavo, mislim, zelo strmo dol, kakor pa, da se ti to zgodi, pa da greš nazaj v steno. To se pravi, greš proti nagonu, ne, v resnici. Na nek način. Ne? Ja, tle se moraš, prvič moraš te stvari tokrat ponoviti, toliko vedeti, da boš avtomatsko prav reagiral. Ne, da bi zdaj pomislil, zdaj bom pa to naredil, kaj pa zdaj narediti, ne? To moraš avtomatizirati. Stane, kaj pa ta čaroben trenutek, ko si ti dejansko oblečen samo v svojo obleko, tvoje okončine, pa bom rekel, trup se pretvoril v letalski trup, v krila. Kaj je pri wingsuit letenju, se pravi v letalski obleki, je bil najbolj čaroben trenutek tiska vzgon dobiš v obleko? Najlepši je, ne glede na to, s čim letiš, je tisti hip, ko si pripravljen, se odrineš od stene, ne, in zaplavaš dol. To je nepopisno nekaj lepega, ne, pa ne čutiš, da ti padaš. Te hitrost narašča in čutiš, da te zrak drži. Tam 5 sekundo že čutiš, da ti telo drži. Ni tisti padanje in takrat je nekaj nelepšega, res. A tisti je čaroben trenutek? Ja, to ja. Kaj pa, če se lotva te letalske fizike? Ja. Wingsuiterji ste dejansko leteči ljudje, ne? Ja. Dejansko ste leteči. Meni je na primer žal, jaz sem delal intervju s pokojnim Dinom Potterjem. On je meni takrat prišel je kot gost na festival gorniškega filma, ki ga organizira Silvo Caro z gorniškim društvom svojim, in mi je razlagal, za njega bi bil ultimativni cilj, da bi lahko kot wingsuiter tudi pristal, da ne bi bilo treba padala. Žal tega ni uresničil. Ampak tebe pa sprašujem, s čim ti krmiliš v zraku takrat? Ne? Eno je, se pravi, krmilna enota glavna je tu, kar praviš, glava pa avtomatizem, ampak kaj je tvoje krmilo? V bistvu je isto, kolikor ptiči. A ne? Mislim, oni spreminjajo geometrijo kril, spreminjajo geometrijo profila, potem rep, tlele pa v bistvu, ko se to napihne, jaz lahko samo z rameni usmerjam levo-desno. S tem, koliko imam pa telo, uvito telo, ali sem bolj vleknen, letim počasneje, če se malo usločim, je letenje hitreje in to se pravi smer in hitrost, to samo z zvijanjem telesa. Lahko pa tudi samo nagnem se v eno stran in bom zavival. Ne? In to so taki avtomatizmi, ki so se meni zdeli, prvi skok, ki sem naredil, naprimer za aviona, ker nisem čisto na novo, sem videl, da to čisto nagonsko delaš, kot bi plaval v vodi. In letiš. Potem pa pridejo tiste finese, da držiš glavo dol, da imaš lepše obstreljavanje, ker zelo se pozna. Mene je bolelo, naprimer, gledam skakalce, ki letijo takole glavo gor. Ves vzgon pokvariš zaradi turbulence za glavo. Glavo dol, tako ker naprimer gledaš ujede, ki jadrajo pa letijo. To pozicijo. Jaz sem že po naravi, mislim, že genetsko imam malo usločen hrbet, imam pa idealno obliko za leteti. Bravo. Ja. Madonna. Pejmo še nazaj malo v delavnico. A gremo, Ciril, lahko malo v delavnico še? Ja, pejmo. Jaz sem vmes naredil še par slik, pa video, da imamo pol za družbena omrežja, da bomo naredili dober potisk. Jaz sem fasciniran na to zgodbo, ampak preden gremo v delavnico, Stane, si ti v tem trenutku, smo rekli, da si star 73 let. Ja. Vidim, da si že zelo aktiven, da si prejšnji teden, kdaj si skakal pa letel. A si ti najstarejši wingsuiter v tem trenutku na svetu? Težko bi rekel. Po moje kar. Ja. Mislim, opazim, ki pridem dol, na te mladi pobje gledajo, pa dedi, a je vse v redu? Tok ni mislim, da rabe, da jim pokažejo smera, tudi ni treba, da me paknejo dole, Ampak zanj, če je Nemc z menoj skočil, pa me snemal, imam tudi posnetek, in na Facebooku je pol objavil in rekel, da sem ga rekel oprava, smoked. Čist, un je čist nek dol ostal, Leteči dedek. Ja. Bravo.
Še preden gremo nazaj v delavnico, jaz moram povedati, da mene je tudi kar nekaj pilotov, tudi v Slovenski vojski opozorilo na Staneta Krajnca, povedal tvoj dober prijatelj, ki je Matej tudi, pa tvoj zelo dober prijatelj Gašo, ki je 21 let letel na Migu, je tudi rekel, Staneta, morate povabiti in evo, to se je zgodilo končno, ampak povej, kako pa naprimer Gašo gleda na tvoje wingsuit letenje? On je pred leti šel z menoj. Skočiti? Ja, ne, gledati. Pa je bil, rekel, dober si. Jaz pa za njega to rečem, ne. A veš, ki jo gledam, mislim, kaj je on letel, pa da tisto stvar, dajem 300-350 na uro, da tisto prestaneš, to ni samo to stvar, ne, treninga, ne, pa priprav. Jaz se spomnim, da je rekel, da priporočljivo je, da če letiš nadzvočne lovce 7 let, pa včasih je bilo tako, on je pa letel 3-krat to dobo, pa še, jaz se vedno spomnim, ko vidim Miga, ko doskrat padem v to YouTube črno luknjo, pa ne morem nehati gledati. Vsakič, ko vidim Miga 21 pristati, se spomnim na Gašo, tako je rekel, da moraš liznut moraš stazo tisto. Kako pa se ti počutiš, to te pa tudi moram vprašati, Stane, kako se pa ti počutiš naprimer v trupu komercialnega letala? Ne občutim tistega letenja, ne. Naprimer s športnim avionom je čist drugač, z jadranjem sem enkrat bil samo 20 minut z bratom, pa ni bil vreme dobro, ne. Jaz se najbolj počutim tisti zrak v laseh, ne. Mislim, ki jih nimam, ampak sem že skakal v paleto, tudi brez čelade in je čist drugač doživetje, ne, letenja. Res, ja. Prav brez čelade si skočil? Ja, zato, ker sem jo pač, enega sem snemal, je z biciklom skočil čez eno steno, pa sem jo pozabil na glavo dati, pa sem za njim skočil, ne. Samo žvižgati bolj vse okolo, ne, čelada ti v duši. Drugač pa ne, se je v zraku za bejz, mislim, da čelada razen za pristank ti kakšne zaščite ne dela. Francozi, na primer, skačejo brez, edin če snema s kamero, ker kamera ne more na glavo pošravati. Ja, kaj je nosilc. Ja, res. No, saj to je, to v bistvu, če gre kaj narobe, ti tle čelada res ne more čudeža narediti. Pri pristanku, na primer, da bi šel v kakšen drevje ali da te veter potegne po skalah, je to super, ne? To je nujno. Za sam skok, recimo, če bi pa nekam preletel, pa tako kar pri kamikazah so rekli, brez veze, ne. Kakšna je pa zakonodaja, kako zakonodaja odreja dovoljenja oziroma kako je leteta? Veš, ne moreš kar iti na rob stene pa reči, zdaj pa je tle 300, 400, 600 metrov lufta, jaz bom šel pogledati. To je zanimivo. Prvič, če si v te stvari noter, pa naštudiraš, pa da si naprimer na to pripravljen, prvič vprašati ne smeš, ne. To je takoj pripovedi. Ampak v tujini je bilo to, naprimer, Nemci so to zakonodajo uredili, oni se morajo dogovoriti z lastnikom zgradbe, objekta in oni lahko skačejo. Jaz sem skakal tam iz vetrnih elektrarn, Frankfurt, 8 različnih stolpenc, brez problema. Amerika, recimo, vse, kar je bilo treba s podpisom, da si šel na lastno odgovornost, da ne boš tožil ali to, in se čist dala, ne. Vlik se pa to, kadar je uradno, je v redu, vlik se pa to skače po mestih ilegalno, ne. So pa eni res strokovnjaki, mislim, da pa pridejo povsod, v vsako zgradbo ali s ponarejenimi dokumenti, badgija z vsema, ne, in poskačejo, ne. A še že kdaj zapor zaradi tega? So te že kdaj zahaklali? Ne, nikoli. Mislim, ker to pa slišiš, te ravno, kad delajo neumnosti. No, se ne rečem, da delaš neumnosti, ampak si mislim, da mogoče bi pa kdaj kdo narobe interpretiral, pa če si skočil iz stolpence iz 8 v Frankfurtu, si rekel, da bi kdo rekel, poslušaj, zdaj pa se gremo malo pogovoriti. Tam so nas varnostniki pelali gor, cesto so spodaj zaprla, ne, in mi smo, to je nas bilo 15 povabljenih celega sveta, ne, to je mislim leta 2008 in je bilo čudovit skakati, ne. Naprimer v Ameriki smo šli na 600-metrsko anteno, ne, tam imajo pa kamere, en let smo lepo čez tisto bodečo ograjo zlezli, en je znal vklopiti dvigal, smo šli gor skočili, smo bili poskakali, si pripeljal pač varnostniki, ne, mi smo že izginili, smo se skrivali noter v trav. Potem tle dol, smo skakali z
v bakru z dimnika. Ne. Tam smo se tudi naskrivaj, da nas ni ščuvajence videl, poskakali, zalegli, ne, pa se skrivali, to ponovadi delaš, a zvečer predno tema pade ali pa zgodaj zjutraj. Ne. Kaj je bil pa tvoj najnižji bejž skok? Peračica, viadukt Peračica. Avtocestni. 72 metrov, ja. Ampak to s padalčkom v roka, ne. Mislim, počakali smo, ni bilo prometa, po cesti sem stekel na odbojno ograjo, pa še uno ograjo, ne, z eno nogo tle, na uno čez skočil, sekundo počakal, vrgel. Sekundo? Ja, da imaš lih majhne hitrosti, da ta padalček zagrab, pa da ti odpre, ne. Še eno zelo pomembno vprašanje, Stane. A je gravitacijski pospešek najlepši pospešek, kar si ga doživel? Ali je avtomobilski boljši? To je težko reči, ne, ker to se moraš, meni vse te stvari pašejo. Ne. Tako da je, gravitacijski pospešek brez tega ne bi letela, ne. Ker je pogonska energija zaradi gravitacije dobiš, ne, vse brezmotorna letala. Z avtomobilom imam pa to, ne, avto mora biti čim lažji, da tista masa ne vpliva sploh na handling pa ovinke, ne. Aerodinamika je pa zato, da te drži na cesti, ne. In vem, da se kolegi norca z mene delajo, so rekli, cel življenje si delal na tem, da bi ostal v zraku, zdaj pa te krila okoli obrne na avto gor devaš, ne. Da dol tiščijo, ne. To. Kako dobro. Ok, pojmo še malo delavnico. To, da je Stane vrhunski konstruktor, da si sam naštudiral aerodinamiko padala, pač to je najbrž vsem jasno, ker če si sam svoj testni pilot, če sam zase narediš najboljše, narediš tudi za trg. Feedback je najboljši, ja. No. Imam jaz pravo informacijo, da je Stane Kranjc naredil v tvojem podjetju, da ste naredili padalo, ki je otvorilo olimpijske igre v Londonu? Ja, res, 2 padali smo naredili, z angleški ta Union Jack in še precej zahtevno, zato ker je bilo sešito iz koščkov. Zdaj to delamo, printamo vse, ne? Takrat pa še ni bilo mogoče in to je bilo to. Ne? Prav koščki? Ja. In kako je pa prišlo do te zgodbe? Enega Angleža poznam, ki je tudi bejzer pa inštruktor, ne? On je pa imel veze tam s tem odborom, pa s temi, on je tam, mislim, bivši SAS specialc in je rekel, če hočete res dobro padalo. Ja. In eden od teh je bil ta Gary, ki je skočil v škatle takrat, ki ni nič odprl, ne? Pa še en drug, ki se je pa pol po nesreču pri skoku s helikopterja so z Wingsu leteli na en področje, ki ni zvozil ven. Imena se zdaj ne spomnim, ampak sva po telefonu kontaktirala. Bilo je zanimivo, pa za nas tudi v enem reklama. In ti spadali v muzeju olimpijskih iger. Ja. Dame in gospodje, slovensko padalo, ki ga je naredil naš gost. Kako pa zgleda ta delavnica? Zdaj se že 3krat omenil. Krasno je. Ful je čisto. Res je ful čisto. Bo Stane povedal. Ja, v copatih noter, ker ta blago je prvič ki elektrostatika ti potegne ves prah, kamenčke in to gora. Res mora biti čisto, ker se vse pozna. Je pa, mislim, da je, koliko je, 12 metrov dolga, pa njih 10 metrov široka. Tako sem si tudi želel, ki smo postavili. In vzdušje mora biti, če češ ti nekaj dobro narediti, pa ustvarjati, mora biti veliko svetlobe in noter, ljudje, da niso na tesnem noter in večina sodelavcev že in sodelavke že od vsega začetka noter. Tako da ni, če kakšna nova šivilja pride, naprimer 3-4 mesece, da to osvoji. To moraš ročno spreten biti. Pa ogromna miza je mene spominjalo kot eno tako testno letališče, ampak kaj se na tisti mizi dogaja? Tam se pol padala sestavijo, ko so zašita skupaj, se vrvice pregledajo, vrvice gor dajo, vse tisti končen pregled, pa zložijo, pa pol strankam pošljajo. Koliko padal pa nastane v vaši delavnici vsako leto? Mi smo, ko smo imeli 30-letnico, to je zdajle 3 leta nazaj, mislim, da je bilo 12,000 padal za skoke z letal, pa bejs padal. Smo naredili pa prodali.
takrat, ko smo zdaj sedeli, mislim, da tam 200 do 300 na leto, nekaj takega. Kako pa, torej, ko smo začeli ta pogovor, smo hitro prišli do osnovne oblike padala kupola. Ne? Ja. To se pravi, tukaj imamo opravka z neko evolucijo. Kako zdaj to napreduje, kakšni so trendi, kaj se spreminja? Tudi prej si omenil, si rekel, let 2012 je bilo treba to še tako se šiti, zdaj že to drugače delamo. Kakšni so trendi, kakšne so novosti in kam gre padalstvo na splošno? To me zanima. Tako je, sam koncept tega napihljivega krila je bil tam prva polovica 60 let prejšnjega stoletja. To je bil en Kanačan, Domina Jalbert. On je prišel do ideje, da bi se krilo napihnilo in potem večje število vrvic gor, da se obremenitev prenese na to padalo. In takrat so naredili potem padala za skoke z letal, sicer je bil kar razvoj, da ni bil trenutno odpirjen, so izumili slider, da se da gor in z tega je ratal ta klasično padalo. No, v konec 70 let so pa te padalci začeli te padala uporabljati za vzlet, kakor z Majri Skribov. To so bili 3 Francozi in takrat se je to razvedlo. Predvsem ker ni bilo interneta, po revijah in začeli so uporabljati ne najlon, ampak špinaker, zato ker je bolj je tog, manj prepušča. In tam razvoj je blazno šel naprej. A tudi ta špinaker iz nautike? Ja, to ja. Prej si samo za jadrnice delali, potem je bil pa kar naenkrat tako veliko povpraševanje, da so nove tovarne pa to začeli proizvajati. In te padala so iz tistih pravokotnikov čist sledili pač te aerodinamični teoriji, kako povečati performance, to se pravi večji razpon, manjši upori, boljši profili in to je pripeljalo v jadralno padalstvo to, kar je danes. To je vrhunski dosežek. Naprimer, jaz pravim, to je več 100 ljudi je sodelovalo v razvoju, vsak za sebe nekaj po svojih delavnicah. In to so bili predvsem računalničarji, zato ker so obvladali AutoCAD in podobne programe, da se ti iz tistega, kakšen more biti tloris, kakšen je profil, uvitost kupole in vse, da se ti dobil krojevana. To na peš ne moreš. Jaz sem v začetku delal na peš z geometrijo, pa je zamudno, čim so pa komplicirane oblike, ne moreš. In jadralna padala danes letijo 500 km daleč. Pri nas 100-200 km sploh ni kakšen velik, mislim, da bi rekli, zdaj pa ne vem kaj. To se množično leti. Pa veliko tehlih je bilo veliko kupcev in ti lahko denar obračaš in razvoj gre naprej. Potem pa v bejzu in skydivingu pa mora biti padalo majhen razpon, neobčutljivo na položaj padalca pri odpiranju in zato so ostala taka, kakor so bila tista v začetku. In namen je bil, da ti, ko skočeš, ko padalo odpreš, da je majhna možnost, da se ti odpre proti objektu, kjer si skočil, potem v trenutku odpiranja mora biti počasno, potem pa ti, ki deblokiraš ti karmine ročke, pa da leti in ko ti planira tako dobro, da ti dosežeš en tak primeren pristanek in tam, ko ti ročke zategniš, da se on lepo stav, pa lepo dol stopeš. Ali pa da narediš prihod na zelo majhen prostor z zategnjenimi krmili, kakor flapi pri avionu, da se noter spustiš. In tle na tem sem jaz tako delal, da sem profil krila sem študiral v programu za konstrukcijo profilov in sem videl, kakšen je neobčutljiv, če sem ga, zadebelil, pa pokvaril obliko, pa to, dokler nisem prišel do tega, da mora tista najvišja točka mora biti zelo spredaj med 15-20%. In še druga stvar je pa bila, na slikah sem videl, da je tam, ki si ti ta profil dal noter, rebra, ošil, vmes je blago napet. In če ti tisti del noter vmes, pa ni to, kakor je ta profil. In potem sin je delal diplomsko za
na strojni fakulteti v Škofji Loki, sem rekel, da mi dva narediti za tvojo nalogo pa matematični izračun. In smo pol... Matematični izračun rebra ali profila? Oblike, kak je preseka, kako je zloženo. Kako je to, ja. In sem dobil, da je to deleč od tega, tisti povprečen profil je čisto drugačen, kot ta, ki je ga izračunal, ne. Ja. Se to je za vse padala, za jadralna padala velja za vse. In potem smo kroje popravljali. In razlika je bila pa v tem, da je ta padal bolj letel, pa da je imel te super performanse pri majhnih hitrostih. Se pravi, zelo natančen. Ja, z ga lahko čist počas pelal. Potem naslednji korak, ta ne bil naš, je bil na spodnji strani so bile odprtine, pa mreža, pa eni ventili, da se je padal v fazi odpiranja hitreje napihnil. Potem, ki spaleto, so se pa ti ventili zaprli. Američani so imeli zelo komplicirane, jaz sem pa to zelo poenostavil samo z enimi flikcami blaga, ki jih je zrak lepo porinil, ki je pa zaprl. Naslednji korak je pa bil še, to sem pa prvi, ki je uporabil, pa ene vrste, kukar ima avion, pred krilce sprede, sem jaz te napadal naredil. Aha. In to je pa tudi bil korak naprej. Kaj pa ta funkcija? Kaj pa to pomenilo? Ta ga lahko še pri kritičnih upadnih kotih, pri kritičnih hitrosti, še zmeraj lahko je upravljiv, pa še čist počas lahko letiš. Avioni to uporabljajo za pristank. In ta je bil pa zato so tudi pol ta drugih skupirali, ker ne moreš tega patentirati, pa če nimaš denarja. So sicer rekli konkurenca, da so po nas pobrala, je pa v bistvu je pa to ena dobra stvar za vse bejzare, ker ti na varnostni reki narediš. In ta model padala, ki sem naredil 2.8, sem ga je pa še izboljšval, je tudi najbolj prodajan. To je zaščitni znak vaše delavnice? Ja, bi tako rekel, ja. Evo, jaz še padalo pokažem, kako to izgleda. Ja, bomo kakšen kader čez Bomo še kakšen kader? Zapakiran. Ja. Kaj pa zlaganje padala? Ja, recimo za skydiving to lahko v parih minutah narediš, ker imaš rezervo, malo razširiš, noter daš in to je to. Tlele pa, ne vem, od pol ure do 3/4 ure, zdaj, ki nadelam toliko skokov, počas. Moraš pa zelo paziti, da vse prav narediš in da tudi noter v nahrbtnik daš, da simetrično, ker če gre padalo ven, mal po stran, se ti bo na en stran prej odprl, te obrne proti objektu. Aha, pa če je nepravilno zloženo, je tudi nevarnost tega vozla? Tudi, naprimer, zelo moraš paziti, da ko to zlagaš, da so vse vrvice napete, da v fazi odpiranja to vrvice upletajo okoli in se radvozo naredi. Sploh, če je ena vrvica mogoče daljša, kakor ostale. Stane, zdaj si že 3-krat, celo 4-krat omenil odpiranje proti objektu, pa da te ne zanese na to. Zdaj pa mene zanima, a je to, ko pride do, bom rekel, niti ne do nesreče, do kritične situacije, kaj je pogostejše vzrok neke kritične situacije? To, da padalca zaradi teh, bom rekel, vzrokov odnese pred objektu, ali to, da se napačno oceni višina oziroma smer leta, pač napačni izračuni. Kaj je večji problem? Statistično gledan je najbolj nevarno v bejzu letenje z wingsuitom. In to pač ljudje, ki se uštejejo v tisti liniji, ki letijo, ne zvozijo, potem tudi odpiranje. V preteklosti so bili pa te trki z objektom, ker so skakalci skačeš naprimer 100 metrov, 150 metrov, v bistvu ti lahko narediš na te višini do 3 sekunde zadržke in takrat se ne oddališ od stene, ne dost. In prideš noter samo, to je bilo malo smrtnih nesreč, so polomljene roke, noge in take stvari. Problem je pa višje stene, če se ti ne uspeš v prostem padu oddaliti od stene, pa da preletiš na kakšen zelo strm pobočje, pa na vid pod padalom. Naprimer, ni dosti, da samo v smeri, to še rešuje, to imaš postopke, kako se rešiš. Problem je, če ti v fazi odpiranja, da nisi simetrično, ali je ta padalček izvlečen, ni v najboljšem stanju, v glavnem, da se ti spodaj na vid pod padalom. Nimaš nobene kontrole. Tam imaš pa dve možnosti, ali po vrvicah splezati gor, pa
na en stran potegniti, da stran prideš, pa se pol odvijaš. Pa je to se da realizirati sploh? Da se samo to vsak ne more. Ti moraš biti, naprimer, dost fizičen močan, da to narediš. Druga je se odvijati spodaj, da ti slider pride dol, pa da se tok, da ti lahko dosežeš, pa nekam odviješ. To so take stvari, to pa moraš biti hiter. Meni se je, naprimer, z Robertom sva bila prva, ko sva skočila z Aniča Kuka v Paklenici, in meni se je pa dal odprl direktno proti steni. Prvi hip sploh nisem opazil, ker jaz sem obrnen tako, Pa sem pa hitro reagiral, tako da sem 5 metrov stran je konica pa dala šla mimo stene. Shit. Ja. Aniča Kuk. Jaz sem ga preplezal, pa je velika stena, ogromna stena, sicer jaz sem jo preplezal po Bramovi smeri, ampak da bi se pa glih tam dol vrgel. Pa še stane, veš, tam so škraple ostre. Če bi se tudi stene dotaknil, bi šel padalo v špagete. Ja, pa ne samo padalo, ja. Obstaja zgornja meja, koliko časa, mislim, verjetno si nisi nastavil ene kapce, do kdaj boš letel? Ja, mislim, to me ljudje sprašujejo, ja, kaj boš, koliko časa boš po letu, pa to, sem rekel, poglej, leteti je veliko lažje, kakor hoditi ali pa teči, in dokler lahko letim, To je res. A veš, da prideš nekam gor, si nobenih fizičnih obremenitev, kolena ne bolijo, hrbet ne boli nič, Stane, jaz ne vem, če imam pravo informacijo, ampak v letalskih krogih se govori, da gre Stane v bistvu s padalom tudi na sprehod. Ti greš na hrib in se odpeleš pol in malo skoraj tako, za bez mora biti prav hrib, za jadralno padalo pa hiter najdeš primerno, in to je čudovit. Jaz pravim, da mi s temi padali, ki ga imaš naprimer enemu nahrbtniku noter, smo kakor angelčki, jaz s to razliko, da skozi nos krila gora, jaz pa to lahko odložim, ampak letim pa lahko povsod. In ti greš z jadralnim padalom, naprimer, rečeva, zadnjič si mi rekel, ne vem, kje si štartal, pa si se odpeljal do Krna, pa nazaj v Škofjo Loko. Dražgoše, vzlet, obrneš v Krnu, pa nazaj, Mora biti prav vreme, pa ustrajati moraš, to je 4-5 ur, Ampak Krn je v bistvu naš najbolj zahodni 2000-ak, to je na meji Primorska Alpe. In to si izdražgoš. Lepo to, na Dražgošah se dvigneš, letiš na Ratitovc, Soriška planina, pa imaš pa grebene do Tolmina, preskočiš naprej, prideš na Krn, obrneš pa nazaj, Pa tvoj sin ima tudi eno hudo razdaljo. On pa, ne vem, mislim, da je letel čez 200 km že, drugače pa on, ki je šel na operacijo srca, en dan pred operacijo je letel v Izolo, so ga tam operirali, iz Dražgoš direktno dol, pa en mesec po operaciji tudi, Se pravi, dec je šel na operacijo srca, je šel s padalom. Je šel pogledati. Ja. Pa slike objavil, super slike, te slike se lahko vidi na internetu. Je drugače, mogoče malo neumestno vprašanje, ampak nam navadnim, bom rekel, navadnim smrtnikom se zdi, sploh zato, ker jaz sem naprimer imel to nesrečo, da sem delal intervju z Dinom Potterjem, ki ga danes žal ni več, pa na Sjolu sem še delal z eno zelo fajn base jumper padalko, ki je v bistvu na smučeh, Norvežanka Karina Folkim, mislim, da se je pisala ona. Ona je imela težko poškodbo noge, sicer ne pri bejzu, ampak pri figurnem skoku, ki se je naredil tenžen noc. To je bil bejz? Ne, mislim, da je figurno je bilo takrat. A se doma kdaj ste se dotaknili te teme, naprimer s tvojo ženo? Ja. A je kdaj začutila, da si ti domov prišel, pa si bil tako rahlo čemeren? Ona je bila zraven, ki sem se polomil. Sem z jadralnim padalom, sem nekaj testiral, sem tam na Lijaku za 10-12 metrov padel dol, sem roko zlomil. Potem bila v Nemčiji, ki sem na pristanku v eni hali noter. Vroče je bilo po noči, utrujen, točko sem hotel zadeti, ker so pač bilo tekmovanje. In sem malo preteral, se je padalo, umahnil v prevlečen let, in sem padel na en rob bazena, pa sem roko zlomil, pa še hrbet mi je nabila. Takrat ni bilo lahko. To je. Drugače pa
te poškodbe, to se hitro zacela, boljš, kot pa da bi kaj zbolel. Vem pa, da če te stvari počneš, če si dobre volje, pa to zlepa nič ne zboliš, res. To je vedno prav. A je čas, da se počasi premaknemo na že cel čas, gledam tisto sliko. Ne, Ciril, prosim. A ne še avte? Jaz sem gledal. Pa gremo skozi avione do avtov. Ja, gremo skozi avione do avtov. Meni so tudi piloti povedali, tudi Matej je rekel, da si strasten raziskovalec letalske zgodovine. In v mojem najljubšemu muzeju, parku vojaške zgodovine, sem si šel enkrat prav ogledati razstavo, se pravi aviatike nad Slovenijo v času druge svetovne vojne, in sem bil absolutno šokiran, koliko je šel iz našega neba dol na tla različnih avionov. Stane, kaj imamo to? Jaz sem si zapomnil, ker je en punt oziroma bolcen, en zaklep od Messerschmitta, enega mojih najljubših avionov, v tehničnem smislu, od 109. Od kje si to prinesel? Ta avion je padel, mislim, da je bilo 25. februarja, ne, 19. marca 1944, za Lubnikom noter. Avion je goril, za malje zgrešil tisto kmetijo, sem se pa pogovarjal z možakarjem, ki je bil takrat star 14 let in je to videl živo. In malo se je še dal, kakšen del se je še tako dal, nekim jih je njegov sin dal. In meni je bilo to zanimivo, da sem po internetu pa po raznih knjigah poiskal, kdo je bil ta pilot, kaj se je zgodilo. In ta, naprimer, ta je bil Erik Hinkelmann. Ne najdem nikjer podatka, a je bil Avstrijec, a je bil Nemec. Vem pa, en poročil je bil, da je on v Manjagu v Italiji, tam so imeli več teh letališč, ki so čakali bombniki, ki so z Italije tle čez leteli. Čakali so jih Zagreb, Celovec, Graz, Dunajsko Novo mesto, in so jih pričakali že tle na obali, pa sledili na poti proti Nemčiji. In ta je pa imel težave z motorjem in je vzletel 20 minut za ostalimi, je sam prišel in sta ga dva Lightninga napadla. Ravno na pot tle na Škofjo Loko. P40. Lightning, P38. P38. Ja. In po pripovedovanju očividcev, da je že sta streljala po njim, avion je goril in on je ven lezel. In pilot je pol ven padel, padala ni odprl in bil že mrtev v zraku in preletel nad to kmetijo, pa vvisil med drevesi. Avion je pa 150 metrov kasneje zaril noter v en roba. In to je bila, potem sem še iskal, kdo je bil to. Ki se ga dva ameriška pilota iz, mislim, da je bila ta 82. Eskadrilja, ja. Lightning je pa ta lastnik te kmetije rekel, da je mogel jeti dol v Bodovle, kjer je bila nemška domobranska postaja, da je javil, da je avion dol padel, in potem je mogel pomagati, ki so to poberali. In je rekel, da je s konjem se vlekel motor ven in je videl v bloku motorja, je bila taka za pest velika luknja. To pomeni, da je bil top. Od zaveznikov, od ameriških so samo Lightning imeli topove. Angleži so imeli na Tempestih, mislim, so imeli tudi topove. In pol, naprimer, od moje tete mož je pripovedoval, ki je videl, kako so pilota in avion na lojterskem vozu pripeljali dol, in pokopan je bil potem v Kranju na vojaškem pokopališču. Kaj pa to, ki je kar velik ostank? Ja, tole je pa italijansko lovsko letalo Maki MC-200 Saeta, ki je pa padel na Jelovco. Najdel so ga šele, mislim, da julija 1945, in se nič ne ve, kdo je bil pilot,
Samo videl se je, da so bili nemški križi gor narisani. To so po kapitulaciji Italije so Nemci precej teh avionov pobrali. Uporabljali so jih pa v glavnem v Franciji za borbo proti partizanom. Tlele pa ta avion je bil že out za borbe proti bombnikom, samo z 2 mitraljezoma nimaš kaj delati. In se nič ne ve, zgleda pa, da je padel po zim dol v sneg, kjer je vse vdušil, niti si ne slišal in nimal nobenih podatkov. Stane, koliko pa je še takih ostankov po naših hribih, po naših hribih, po našem barju, ne? Naprimer v parku vojaške zgodovine je tisti slovit Spitfire, ki so ga iz barja dvignili zelo dobro ohranjenega. Kako ocenjuješ, da je še takih ostankov pri nas? Ta knjiga Zlomljena krila, ki je šla tam v 90-ih noter zelo, precej, je napisana, mislim, da je čez 120 nemških, pa 250 zavezniških, pa se še vse ne ve. In zanimivo je pa to tudi, da celo najdel so ostanke aviona iz Prve svetovne vojne, v Tolminskih hribih, ja. To je ta Stanko Mihev, so tudi prijatelja, on to išče, raziskuje in ima, mislim, da ima preko 200 avionov zapisanih noter. Ja, on je najdel krmilno palco, pa tisti mehanizem na krilca, pa zadnji na rep, to je vse najdel. Motor pa še iščejo, ker 20-30 let nazaj še en lugar tam hodil, je bil še baje slikan, da je stal na motorju, pa je pa zginil. Enega ni mogel odnes, ker je bilo pretežko. Mogoče, a ga je kdo porinil grapo noter, to še iščejo. Če pa tisti motor najdel. Najdel so pa tudi sina od pilota, ki je preživel. En pilot je preživel, ko pilot pa nik, so se zaleteli, v megli se je zaletel v brega. In Stane, a te zanimajo samo starejše letala, pa obdobje obeh vojn, ali te zanima tudi letala sodobnejša, lovska, pač kakršnakoli že? Kako je s tem tvojim interesom? Moj interes so ti avioni še do druge svetovne vojne, pa mogoče še Koreja. V te moderne se nisem toliko spuščal. Pol F4 je že na meji, ne? Ja. Ok, dobro, ja. Sem pa poznal celo eno pilotko, ki je letela to. F4? Ja. Ja, to je Fantom, ne? Fantom, ja. Ja, tako je. Ja. Wow. Stane pa pol je neumestno vprašanje, kako pa na drone gledaš to sodobno? A veš kako, čistek povedan, prvič so se mi avioni zamerili takrat, ko so poleteli pa začeli letati v zgodovini, to je 100 plus let nazaj, mi je bilo zelo pozitivno, da so pa to takoj v vojaške namene v prvi svetovni mi ni všeč. Potem modelarstvo, jaz sem pred leti par modelčkov naredil, pa sem si kupil to napravo za daljinsko vodenje in ko pa vidim uporabo dronov, ki je v bistvu so modelčki, se mi je zameril in bom ostal na prostoletečih modelih. Res se mi je toliko zameril. A veš, da pa to ni mi všeč, no. To je pa to, kar včasih znanstvena fantastika, da ti z dronom preleti glih kam in te ubije. To je narobe svet, ne? Narobe svet, res. Da ti to, ene take lepe stvari izrabijo za pobijanje, je pa konec. Kakšen imaš podnos do helikopterskega letenja? Zanimiv je, vem pa, da je to zelo zahtevno. Večkrat sem se pelil zraven in ne bi upal, da bi to letel, res. Ja. Ok, zdaj pa še, ipak smo avtomobilski podcast in Klema pa Stane tudi, jaz sem videl njegovo garažo. Čakaj, jaz imam eno predvprašanje, Stane, zato ker se mi zdi, da smo ful dobro prej zastavili, ko si rekel GT40, ne? Ampak, ker vidim, da si kot entuzijast zelo up to date z tudi sodobnimi stroji, bi ti dal jaz eno vprašanje, a bi mi lahko iz vsake ere 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih, tako na približen, a bi lahko izpostavil kakšen avto, ki se ti je vtisnil v spomin
iz enega ali pa drugega razloga. Ne? Če je GT40 iz 60-ih, če se zdaj malo po tej časovni premici pomikamo do danes, lahko je to dirkalni avto, lahko je to civilni avto, športni avto, a bi izpostavil lahko par strojev, ki so pustili vtis? Naprimer Porsche 917, pa 908, pa 904, ne? To je... Dobar. Ne, so šle zdaj kocine pokazali. In da ti povem, pred leti sem šel na track day v Spa, Belgijo. Jaz pripeljem svoj avto na prikolici in vidim, nakladajo Forda GT40 original na prikolico, ker so imeli te klasika. Ne? Ja. In oni delavci, ki so to delali, vidijo v mojih očeh tisto navdušenje, so se stran umaknili, so rekli, ti kar slike. Ne? In res mislim, a veš tisto, ki vidiš tak avto v živok snavan, ki ti sega komi tle gor do žepa. Ja. To je to, prej sem ga pa videl samo na slikah. Ne? Ja. In res pa pol, recimo, zvok tega. Potem pa Ferrari, aj bo tist 512, ne, iz tega filma, ki je McQueen. Ja. Pa P4, aj bo 330, P4, pa P3. To so bili najlepši avtomobili. Krasne linije, zelo nizek. To je, mislim... To je nekaj posebno, zato ker te avtomobile je ponavadi en sam dizajner delal. Jaz sem poslušal ene podcaste od enega Italijana, pa ne vem, kako se imenuje, ne? On se je pogovarjal s temi Ferrarijevimi konstruktorji. On je razlagal od prvih črt, kako naj bi izgledal, do motorja, menjalnika, šasije eden naredil. Danes moderne avtomobile imaš ti, ne vem, 100 dizajnerjev in kaj rata, avto brez duše. Ja, dizajn studio je. Ja, to ni to. Moderni avtomobili danes so tako vsi enaki, kot so bili tam v času pred drugo svetovno vojno, klasika tista, mislim, niso bili lepi, pa so bili pa 50, 60, 70 so bili še lepi avtomobili. Zdaj pa te Le Mans prototipi so pa toliko podrejeni oblike, aerodinamiki so pa spet na izgledu izgubila. Ja, so v bistvu že taki čist nerealni. Ne? Ja, res ja. Kaj pa je že 917 Porsche, je kar nerealno, če mene vprašaš. Ampak vseeno, kaj pa stane od v današnji dobi, je pa sploh kakšen avto, ki ti je v oči padel? 907, ne, ta 911 Carrera, ali pa ta GT3, GT2 Porsche, te so res avtomobili. Samo vidim na stezah, to so toliko brutalni avtomobili, da že vprašanje, če jih vozniki obvladajo, skozi ovin ga vidiš, gre po stopinjah, zato ker mu elektronka ravna. Ni več tisti, da bi eden sam delal. Mogoče so tle tisti radikal, ki ima od Hayabuse motora. Tle ima samo lahkek avto, aerodinamika, ni pa več zanimiv voziti. Bolj ga tišiš, bolj se drži ceste, ali zletiš van, ali imaš pa super cajt. Jaz imam enega prijatelja, ki je imel GT3 RS, pa je prešal to nazaj na GT3. Ker je rekel, če zelo poenostavim, da je GT3 RS že malo brez veze. Zdaj, ne me narobe razumeti, maksimalno spoštovanje inženirjem, konstruktorjem tega avtomobila, ker so dejansko pripravili dirkalnik, na katerega so uspeli spraviti tablice. GT3 RS mimogrede od 100 do 0 za bremza hitrejši kot dirkalnik GT3. To je nenormalen stroj. Absolutno mnenje tega človeka je bilo, je rekel, aerodinamika pomaga v takšni meri, elektronka je tako izpopolnjena, da ti lahko res prideš v ovink in če znaš seveda dobro voziti, je to prej dolgočasno, kakor če bi sedel v recimo stopnico nižji, še vedno zelo track focused oziroma fokusiranem avto za pisto kot je GT3. Da je tam vse več enega vesela. Sam se mi zdi, da z dodajanjem neke kontrole malo vesela zgubiš. Če si pa ti v avtu, kjer moš več enega feedbacka najdeti in ga tudi dati, je pa pol vesela, užitka več. Ampak se vidim, ti si osredotočen na lightweight, ti si tako bolj en tak slovenski Colin Chapman za avte voziti, pa za razmišljati o hitrosti tudi. Jaz sem to rekel, mogoče stane. Jaz sem prvič kot
kot šofer doživel moč aerodinamičnega oprijema na Formula 1 stezi v Istanbul Parku, v Porsche GT3. In takrat smo bili v Porschevi vozniški akademiji in so nam razlagali pomen downforcea, to, kar si prej izpostavil, da krila glih kontra delajo, pa se pravi zadnjega difuzora, ki deluje kot črpalka, ki zrak izpod avta ven vleče in te stisne. In se spomnim, tam je en kompresijski ovink, preletiš v kompresijo in smer zamenjaš sred kompresije. In tam vem, da mi inštruktor razlagal, lej, motor zadej, pogon zadej, tam ga naštimej, prlimej, pritisn, ne pust gasa, ampak s pravo brzino not pride in je rekel, boš videl na izhodu iz ovinka, boš čutil, da se avto hoče odmakniti, pa ga bo zalimalo in točno to se je zgodilo. In šele v 4. krogu sem se upal sploh na števc pogledati v kompresiji, ker sem rekel, da v nogo zgasa, pa se bom zafrknil. Ko si ti rekel, v Barbejsu moraš vzdrževati hitrost, zato da aerodinamika prime. Ne? Ok, jaz bom pa zdaj pokazal, pa stane to avto. Ja, vse te slike bomo mi čez popali. Sem ga moram pokazati, zato ker je res... Vse bo še aerodinamično, ni bo dodelana, samo motor. No, pa povej, najbolj da stane poveš, kaj je v tvoji garaži, kako je do tega prišlo, pa če si kakšne prste tudi sam dajal na te avtomobile? Meni je to pomenil, jaz ni mi duša dala, da ne bi sam kaj delal na njih. Tukaj sem te čakal. To je že zdaj 12 leta sem naročil v Angliji v Westfielda in so mi na tovornjaku pripeljali šasijo, kolesa, motor, pa vse tiste dele, pa en tak priročnik, 30 strani. A je 30 strani? In to sem jaz postavil. Ta priročnik lahko na internetu tudi najdeš Aerorace, Westfield Aerorace, build manual in jaz sem tam na stojala postavil, pa sem začel lepo po vrst delati. Kaj lego kocke, ne? Ja, čisto, pa si cevke za bremze, pa počasi vse skupaj tako, da sem imel, v dobrem mesecu je bil avto sestavljeno. In to je bilo zame res, kaj za otroka, dobi lego kocke. Si užival, ne? Res sem užival, In pol ga zalaufam, pa nikoli delal, en kolega, mehanik, prišel in tam še nekaj prestavil in je stvar delala, Pa hiter na stezo in sem se vozil, to avto je za voziti, motor spredaj, pogon zadej, diferencial zaporo, nobene aerodinamike, aerodinamika tega avtomobila je cego, ker je res bremza. Imel je takrat 170 konj, original, na throttle bodyjih, avto se je super vozil. In tudi predvidljiv, recimo z Lotusom moš hudirju merkati, kje ga spustiš, pa to, tega ti malo zanese, ga lahko loviš, ker dejansko zadnjo os imaš podritijo. Zelo, zelo fajn. Pa je bila pa še ideja, pa motor zboljšati, pa tako, in sem dobil z Anglije motor, ki je imel 250-260 konj. Sem montiral za filter vijaki M5 in nisem zalepil, vibracije potegne noter in mi je uničil motora. Zdaj tega obnavljam. Šrav ti je potegnil noter. Ja, in ga je nalimal, nabad ga je točno se vidi na voj noter, pa vse. Koliko pa tehta ta Westfield? 560 kg. Jaz bi rekel 600, nisem bil tako lahko. In zdaj sem imel, na zadnje sem ga vozil, imel 200 konj, zdaj je pa ta motor obnovljen, so kovani bati, ojnice, brušena glava, mislim, noter res, to je zetek 2,1 litra je zdaj, Zdaj pa komi čakam, to je avto za voziti. Kam na Grobnik hodiš, še kam drugam? Začel sem na Grobniku, tenaraj pa hodim na Slovaško, Pannonijo, Brno, vozil sem tudi dvakrat na Hungaroringu, vozil sem s Pitsterjem, sem bil na Nordschleife, ja. Tam me je strah, tam ne upam, to ni avto za kaj, to te povozijo, razbijajo, pa na Spaju sem vozil, Spaj kar hiter, ne? Spaj hitra, ja. Me pol sin pelil z M3, leterke hudir. Res. Ok, pa kaj imaš še, to se pravi, tega Westfielda imaš doma, kaj imaš še v garaži? Lotusa tega sem kupil, koliko je zdaj, več kot 10 let nazaj, v Nemčiji, volan na desni strani, In tega sem pa prvo sem se tako vozil z njim, pa motor 1.8 Toyota, 136 konj, na stezo sem šel, ni bilo, pa še motor mi zaribal. In Honda, so rekli, fantje, Honda,
K20A, to je to. Integra, ne? Neuničljiv motor. Ameriško, japonsko, ne? Ja. 220 konj original, potem pa z izpuhom dirkalnim je prišlo na 240. Tukaj imam kolege, ki imajo doma valje, ne, in res zrihtajo tako, se zagre. Potem pa počasa, ne, to se pravi motor. Po menjalnik je bil original gor, pristavno razmerje ni bil, ne. Reče, da vzem kvajfa sekvenco, dam tisto gor čez nekaj drugega. Maksimalka 245 računsko, ne. Sem se tisto navadil. To je pa tako, ki grem načimo, zdaj, ko sem bil na Panoniji, čakaš tam, da je zelena luč za nastezo, zelo previdno speljem, ki je še tak koridor z betonski, pridem tam ven na stezo, šele v drugo prešaltam, ker toliko poskoča, da mi te zadnji konc Zapleše malo, ne. Pa sem se pa lepo navadil peta prsti šaltati, moram na gor šaltaš brez kuplunge, ne, na dol pa pač s klopko, ne. In to je fantastičen. Da mi poja, greš pa uživati ali tudi cajt loviš? Ja, oboje, ne. Če se dobro počutim, cajt lovim, ne. Čim ogromnik sem pelil, ta bolj 1,42. Ja. Panonijo pridem 2 minuti 12 do 2:15, ne, če dobro vozim, ampak to ne moreš čil časa, ne. Pa, Ja, ko se enkrat noter prideš, pa je pa tako, ne, ko si malo zadržan, zato ker je le, ne, razlika, rečimo mesec, dva, da nisi vozil, potem začneš fajn voziti, ne, in ne vem, po tokih in tokih krogah rataš, mora biti preveč koražen in v kakšen vink preletiš te zvrti, ne. In to je normalno, sam ti avtomobili so lahki, ostaneš gora, ne. Ja. V pesek pa, če greš, moraš pa paziti, da bočen ne preletiš not, ampak samo naravnost, ne, če ne se obrneš. Na Grobniku sem pohodil bremzo in gas na konc, ki z luk ne prideš ven, tam sem imel 190 in v zagrebški ovink, ne, sem pa oboje pohodil in sem videl, da ne bom zvozil, sem šel naravnost v pesek, ne. Ja. To je bilo pač malo škode na splitterju, ampak... Jaz sem šel pa na Finskem, sem pa špuro naredil v svež pršič. Sicer na progi, ne, mislim na pluženi progi, na zmrznem čverju, ampak z 911 turbo. Ampak tako, ko praviš, delček sekunde, pa malo na okus prideš, ne? Ja. Zraven je bil še ta tretji atmosferc seba, ne? Tako se naredi belo. Ja. In tako jaz se ustavil, ne? Se pogledava, jaz hočem vrata odpret, me pravi, kaj zdaj gledaš, snežni plas si sprožaš, misliš pa kar ven stopil, kaj je bilo v bokih toliko snega. Ja. Ampak je bil pa res tisti pršič, ki ga pri nas sploh nikoli, jaz se ne spomnim, da bi kdaj tak sneg padel, kam oka. Mehko, ne, ja. Čist. V bistvu je na sprednji spoiler je bil brez robčka, drugače ni bilo po avtomobilu nič, pa seveda ranjenega, ker sta prišla pa dva Cayena v safari rally barvah s takimi gurtami, da sem jaz nazaj završil. Ja, je pa verjetno po ledu super voziti, ne? Ja, izjemno. Pa izjemna izkušnja je bila tudi z gospodom šoferjem Valterjem, ne? To pa je doživetje. Ampak jaz mislim, da tak možakar, ki sti stane, ne, ker tudi on je vstal, jaz sem med prvimi prišel na to zmrzjeno močverje, ki mi je bila tudi narava lepa in že en drajsa, na polno. Ja. In jaz rečem Porschevim inštruktorjem, kdo pa je, pa je rekel, Valter. Za svoje veselje. Jaz točno to, ja. Za svoje veselje. Ja. In sem mu tudi rekel, sva sedela pol skupaj v avtu in pač na konc tega, bom rekel, tega dirkališča ledenga, ne, je bil en dolg 180-stopinjski ovink, res hiter. Ja. In mislim, da smo imeli takrat 1,2 centimetrske spajke, no. Nekaj tacga, orang spajke. Ja. In mi sva na tisto ovink letela krepko čez 200. Ne? In sem si jaz mislil, gospod Valter, vi ste lahko 100-krat Valter role, ampak tole pa fizika ne ošla čez. Jaz sem gledal in
Pol ta občutek, ko on to naredi, malo je podprijel volan, jaz sploh ne vem, kaj naredil. Ja. Jaz se sem spomnil une bele bande, pa špegu, ki je tako zraven prišel. Prav navil ga je, pa se mi zdelo še pospešek dubo, ne. In se pelava iz tega ovinka ven in se jaz tako k njemu obrnem in sem rekel, vi pa res uživate v avto, pa je rekel, od prvega dne naprej. Je res vrhunski moment. Ej, Stanja, imaš še kakšno željo po kakšnem avtomobilu, projektu ali pa kakšna pista, ki je še ni spelo, pa bi jo rad? Projekte se bi še kakšen lotil, ne. To piste pa bil sem, poleg tega sem že prej naštel, sem bil tudi v Italiji, Tazio Nuvolari, je lepa, pa še zdaj so jo razširila, ne. To sem pa razmišljal o Monzi, pa te v Italiji, Mugello, so pa izredno hitre, ne. Manj mogoče bolj pa še taka tehnično zahtevna proga. Jaz se je tudi bolj primerna za avto, ko ga voziš, ne? Kaj pa Portimao? Ne poznam. Portimao je taka tehnično zelo zahtevna, ampak tudi hitra. Ne? Ene par nepreglednih ovinkov, pa prevojev. Pa prevojev, ja. Meni je, naprimer, Grobnik mi je všeč, še bolj mi je Pannonija, Slovakia Ring, pa sem bil že velikokrat tam, pa zdaj zadnje čase sem šele pogledal tisto kombinacijo ovinkov, da jih prav speljem. Eni so taki, da zateguješ ovinka, ne, in je kar, mislim, to mi je zanimivo, ne, da študiraš, pa počasi čas izboljšuješ, pa to, ne, zdaj imam tudi tale instrument GPS, ki mi točno kaže lap timer, pa sem počasnejši, kot sem bil v prejšnjem krogu, in to mi je neka motivacija, ne. Drugače pa družba. Tle hodimo par fantov, takih res navdušencev, mehanikov, samoukov tudi, če je kaj narobi, ti pomagajo en drugemu, in se super se imamo. A ti to, da si wingsuit letalc, ti v avto pomaga? Glede na to, ker imamo biološki ESP v križu pa v ramenih, Ja. A imaš občutek, da ti ta, bom rekel, refleksnost, vizualizacija stvari, da ti na stezi pomaga? Jaz mislim, da vse to, kar počneš, kjer moraš hitro reagirati, ne, to je ne glede na to, kar počneš, ti prav pride, ne, res. In spomnim se, pred leti sem nekaj delal v garaži, pa sem imel eno steklenico pere gor, in sem po enem lesu udaril in sem s kotičkem očesa videl, da tisto dol leti in sem stegnil, pa sem ujel. Sem rekel, to pa še ni tako slabo, veš. Bravo. Ej, kjer avtošport pa spremljaš? Formulo ali rally ali kaj drugega? Formule sploh ne, rally red pogledam, ker se meni zdi, rally je v avtomobilizmu tisto še ta pravo. Tle lahko, mislim, če citiram tegale Kolina. Ne. Ameriški pisatelj Ernest Hemingway je rekel, obstajajo 3 športi. Alpinizem, avtomobilski šport, pa bikoborbe. Jaz bi pa tle na mest bikoborb bi dal base jump, pri avtomobilskem športu je pa rally tisto. Formula je preveč... Mislim, tehnično zelo, ampak ta prav moraš pa biti, da ti peleš 200 na uro, da imaš na vsako stran meter prostora, skalo pa drevje, to je to, res. To je avtomobilski base jump, oziroma wingsuit. To je noro. Stane, te lahko izzovem. Ja. Če bi zdaj na ta trenutek mogel izbrati, ali se odpoveš wingsuitu ali volanu? Jaz sem hotel to vprašati. Ker smo začeli v avtu govoriti, so se ti začele učke tako svet, tako da že nisem več bil ziher. Veš kako, jaz to tisti mode, ali priklopim na base letenje ali pa avtomobilizem, da se bi pa enemu pa težko, res. Dajmo preklopiti ta tretji šport, ga imaš? Ta tretji pa, naprimer, kot teenager sem začel z veslanjem na divjih vodah, potem pa smučanje, to ne rajš po celcu, to še zmeraj,
samo tole zdaj zelo malo priložnost, ki pade sneg in tle pa nas v tele Polhograjske Dolomite, pa vse tiste senožet, ki se da zvoziti, ali pa Strvrh, pa Blegoš, pa Soreš, tale Ratitovc. To žena zelo rada pleza, hodva plezati, pa vnuki se nama radi pridružijo. Športno plezanje, so pa tudi ta pravi stena železna z vodnikom, ne. Zelo plezala sva, dvakrat sva Debelo Peč, pa 20krat sem jo v obratni smeri priletel. To pa kolesarjenje. Zdaj imam en let imam zdaj električnega, ampak ne zato, da bi se šparal, zato, da daljše razdalje pa huj breg prevozva. To je to. Se pa že časa zmanjka. Vmes moram pa še kaj na avto pošraufati, pa padala zložiti. Padalo skonstruirati. Ja. Pač pa leteti z daljnim padalom, to mi je zelo lepo. Z majem grem bolj redko, ker je logistično mi ne znese. Ne. Drugače imaš še zmaja doma? Imam zdaj enega takega bolj šolskega, sem pa do 10 let nazaj, sem pa letel res tener huj, to je bil Atos, zmaj karbonsko krilo, karbonska rebra, pa blago čez napeto razpon 14 metrov. Drsno razmerje 19, če si imel res tisto gurtno. Ne. Se pravi, za 1 meter zgubljene višine 19 naprej. Ja. To je tovarniški podatek, ampak res tistim pa vem, če sem vzletel naprimer na Krvavcu, Mojstrana, čez Triglav, okol, Tolmin, pa Škofjo Loko ali pa tako. Ne. Tisti je pa res fantastičen, samo da si pa mogel nek pristati v kakšnih takih ridah. Tisti pa vroče ratel. Enkrat sem v Tolminu, sem šel pristati, lepo pripeljem, ga peljem na parih metrih, se veter obrne. Tam Tolmin je znano, ti a vzhodnik ali je jug, ali pa malo sever, vse se meša. In sem se tam, ki odrinem, sem se prikucnil okoli, sem mogel pa še zmaja dati popraviti. Naslednjič sem šel na 300 metrih, se preplavljam za pristank, mi vroče ratel. Po pospešen utrip sem rekel, spet bo sranje. Sem ga tako precizno pripelil, stopil dol, to je lepo vse. Gašo bi rekel, da si lizno. Ja. To je, pa sem ga 10 let, sem s tistim letom, pa sem pa prodal. A se bojiš kaj sodobnega vremena? Te nevihte, take, kot jih nismo poznali. Naprimer, jaz se ne spomnim nedavno v Novem mestu, je prišla taka nevihta, ki se jo ne spomnimo, celinski ljudje. Tako je. V moji mladosti se spomnim, so bile tiste poletne nevihte, tudi dosti hude. Samo vreme je bil mogoče bolj predvidljiv, lepša dviganja, zdaj je pa termična dviganja, zdaj je bolj razbito vse skupaj in lepše je bilo, recimo 30, 40, 50 let nazaj leteti, kot je zdaj. To je. To vsi pravijo, da je ta razlika. In tudi vidljivost, takrat so bili taki lepi, beli kumulusi, z lepo bazo od spod, danes je pa vse nekaj raztrgano, tak mrč, pa to. Tako da je razlika, je pa to. Včasih si za vreme poslušal si prejšnji dan vremensko napoved, pogledal v časopisu delo vremensko karto, pa si približno vedel, kaj bo za leteta. Danes imaš pa en kup enih napovedi, pa ponavadi jih pogledam, 3, 4, pa se pa odločim za tisto, ki je najbolj optimistična in grem leteta. Tako je. In ponavadi vreme služi pa. Polkaj rata, včasih pa pač ostaneš z dolgim nosom, ampak to je del tega. Še en avto smo pozabili omeniti, pa jaz mislim, da ga moramo omeniti, ker sem tudi videl, pa tam je tudi Stane roke gor položil. Zdaj mislim, da bo en oljni obvod naredil, Speedster. Sem že naredil, pa mi je začel pri turbini olje spuščati. Opel Speedster. Še en lightweight. Ja, ta je bil pa v bistvu, jaz sem enega že 2.7 sem ga kupil, pa sem ga pol sinu dal. To je bilo na začetku čisto. Čisto na začetku. Moj prvi stik s športnimi avtomobili. Pa je tudi, ko je imel 147 konj, originalen, 2,2 litra motor. Potem sem ga v Nemčijo peljal od Bilas, so mi glavo, pa to, pa ventile, pa vse zrihtali, je imel tam blizu 190 konj, se je v super avto, ampak ne vem, takrat se hotel še več, smo turbino dal.
in je imel tam 260, pa sem ga sinu dal, prodavno za malo denarja. Jaz sem pa takrat kupil tega, ki ga imam zdaj, je pa imel 7500 km samo. Vse skupneč, ne? Ja, za majhen denar, pa tudi kompresor gor, pa se ni kompresorja, ne maram, ker problem hlajenja vstopnega zraka. To sem naredil 2 kroga na dirkališču, ki začel kaditi zadaj, ki je benzin dodajal, ni bilo, pa sem pa turbino dal, zdaj pa v redu. Zdaj so pa take malenkosti. Zdaj pa nisi zadovoljen z avtom, vidim. Starata še, veš, prej rečeš pa to, pa vidiš, da te več na sebi narediš, da ni treba, da je toliko močan avto, da veliko vožeš, pa probaš pa to, kakor pa to. Zdaj, če bi šel še enkrat, vem, da je ta prvi treba na bremzah delati, podvozija, motor na zadnje, pa še aerodinamika, naprimer, če je dosti močno. Pol ta iz Top Guna krvela. It's not the plane, it's the pilot. Je to, je. In vidim na dirkališču, problem ega je, si ljudje kupijo ta najboljše ali Porsche ali nekaj takega, ga pa opereš, da pa po ravnin ti vidi, v vinku ga dohtiš, je počasni, ga ne moreš prihteti. Zelo ga muči. In tudi v špegu ne pogleda. In vem, prijatelj Peter ima BMW M3, ta karavan izvedbo, Turinga, res avto, na zunaj nič. Podvoz je dirkalen, motor tak original, ki je, on postavlja take cajte, so se pritožili, da ne polšisti, da jih uvira na cesti, pa je pomišljal, kak je rekel, poglej, moj cajt 2.12 je rekel za tole. Na stezi si mislil. Na stezi, je rekel, kjer ga sem jaz uveril, pa je pa šel, pa je primontiral, pa je slik gume gor dal, pa je naredil 2.9 na tema, je rekel, ko je zdaj, pa so pa hodili gledati avto, kva je on naredil, tam so pa šli z istimi BMW-ji, pa krila gor, pa splitterje, pa vse živo, pa niso mogli, On se pa sam režim, se znamo jaz pelil, to pele vrhunsko, bivši drifter, Peter Žvan, mogoče poznate. Jaz ga ne poznam osebno. To je to, in njemu se smeje, on tudi z eno roko pele, ti govorijo zlaga, pa je hitreje od Porschejev tam, To je to. Ej, Stane, kaj bi pa pol tvoj ta prvi avto za en? Tak, da sem se vozil z njim. Fiat 126P. S tistim smo šli na morje, družina, 3 otroci, 2 sta sedela v zadej, ta najmanjši bil na polički, takrat mislim, da še pasov ni bilo v teh avtomobilih. Ja, ni bilo. Ja. Kajak na streho, pa vso robo noter, to se pravi hrano, obleko, šotor, smo šli na morje, smo se ustavili, prvo so otroci začeli van hoditi, pa smo robo dol zlagali, ampak to je bilo, Ja. Ni šlo, ti si pel 80 na uro, se zdi, zdaj 200, Res. Ja, čist drug občutek hitrosti je bil, čist drug občutek ceste je bil. Jaz se spomnim, ko smo na morje hodili s katrco. Fičkota se ne spomnim, ampak so tudi te zgodbe, da smo šli cela družina v Fičko, pa še sestrična, pa na streho vse, ampak ja. To je bilo. Kakšna je pa pol ta tvoja avtomobilska pot? Kdaj bil pa, kaj imaš porajš? Nemce, Japonce, mislim, pustimo zdaj lightweight stroje, Kdaj si pa prešal tu iz, bom rekel, tam pretežno socialne oziroma mašinerije, ki je bila zelo pogosta pri nas? Kako si prešal tu na tujino? Jaz sem... Takrat sem sva žena začela s svojim podjetjem, so pač rabila take avtomobile, da sem robo v Nemčijo vozil, sva imela v začetku enega starega Golfa, potem pa počas na Voyagerja. Voyagerja, ja. Se mi je da mora biti nekaj zanimivo tukaj vmes. On si lahko naložil veliko stvari noter, pa sem bil zmatran, sem lahko zaspal noter. Jaz sem včasih, ko smo delali tiste rezervne padala med sezono, tudi na 14 dni ali pa celo na teden nisem v Nemčijo vozil, tam južno od Minhna. Ja, pa Voyager je bil zelo prilagodljiv tudi enoprostornež. Ja, mislim, zice si vam pobral, vse to je bilo uporabno. Pol sem pa se že majhen firma, ki je začela normalno laufati, sem rekel, zdaj bom pa jaz moje še malo mladostne in sem takrat šel Spitsterja v Nemčijo iskati, pa se je začela. Ja, super.
Jaz bi rekel, da smo zelo lepo zaokrožili tole tvoje hitro življenje. Ja. Ne, jaz bi temu rekel kar letenje. Ja, sem res. Čisto besedno. Ker jaz mislim, da to stane, ne sem, da fizično leti, da je človek letalec, da tudi popisti glede na čase. Mislim, da to skoraj dobro leti. Jaz sem kar zadovoljen, ampak nikoli čisto zadovoljen. Pravim, vse je še možnost, da se izboljša. Ja, to se pa nikoli ne neha. Ja, seveda. Stane, najlepša hvala, ker si prišel, ker si delil pač svoje življenje in svojo strast. To itak se mi zdi, da pomeni zelo veliko. Sploh pa se mi zdi, da se nam je kar vsem skupaj malo glava vmes odpirala, ker si povedal, kaj počneš, kje si skakal, kako letiš, kako si vse skupaj začel od momenta, ki si unga padalca videl. Kako je hecen v teh formativnih letih človeškega življenja, če ti doživiš eno ali pa dve stvari, da te to pol zaznamuje do konca. Tako da hvala, ker si prišel. Jure, z Juretom sva te čakala nekaj časa, pa ne zato, ker ti ne bi hotel prijeti, ampak ker sva se menila, pa ti ta človek more prijeti, vsi govorijo o njem, zdaj pa si končno tukaj, pa sva res vesela. Mislim, Stane, jaz ti bom rekel, gospod Stane, za zaključek podcasta, ker jaz sem pričakoval veliko, pa še več dobil, pa tudi mislim, da vsi poslušalci, in jaz sem izjemno počaščen, da si res prišel, da si delil to zgodbo z nami. Res mi je všeč ta tvoja neverjetna energija, pa predvsem jaz mislim, da si ti eden tistih ljudi, ki bi pa jim moglo pisati v osebni kar Forever Young. Ja, hvala lepa vama, da ste me povabila. Na tak način bo še nekaj pač ostala, ne? Ja, to je res, ja. To je, ja. Wow. To je to, jaz stiskam tipko stop. Jaz lahko na moje kilo oblečem v tvojo vizijo. Kjer hočeš. Sem leto pa ne bi zikal. Ja, mislim, ne vem, tle ni dobro visok. Vam pa da spakiran. Evo ga, 3-4, stop. Jo, krasen klepet. Kjer je pa dober. Hvala, Stane. Hvala vama. Res. Res, hvala, Stane, da si prišel. Prav vesel sem, da si prišel. Veš, kak je tak lep pogovor, je to...